veš, da si tak, ženska je tu, ne, ti si pa tak, pa. Živijo, midve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes je z nama Iztok Gartner, radijski voditelj, prireditev, novinar, urednik, podcast voditelj in samooklicani ljubitelj erotike. Seks je 90% zveze. Še enkrat podarjam, ne, ker smo pohodni prasci, ampak je to povezava med partnerjem. Jaz ful veliko jokam, veš? Res? Jaz ful veliko jokam, nikoli po seksu. Jaz ful dolgo zdržim, se mi ne ljub. Ne? Pa te vprašajo, če si dober ljubimc. Ja, pizda, z eno sem, z drugo nisem. Ne lizati zato, ker mislite, da pol sledi naprej. Ne lizati zato, ker pol kao boste dobili fafanje. Ne. Vi lište zato, ker je to fajn. Pravi ljubezni ni patetike, ne? Ni patetike. Vse je dovoljeno, vse je lepo, vse je romantično. Ni mojster tisk, ko jih pofuka 1000. Mojster je tisk, ko eno pofuka 1000. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Moram pa že na samem začetku pohvaliti, dejansko, da nadaljuje to moje špuro, ne, ki sem jo jaz pred 8 ali 9 leti začel v tem bordelu. Ne, in sta zelo pridni, ne, in me zelo veseli, da zdaj ženske so prevzele pobudo pogovora o teh žgičljivih temah, kar je zelo pomembno in kar tako naprej, ne, do končne zmage. Ne. Kaj pa je končna zmaga? Da sta najboljši na svetu. Ne. No. Lej, oprosti, to pa če, ne. Res, Ja, ja. ne. Zdaj pa, kjer ne gledam, to me zdaj jebe, ne, a veš. Kjer te kaj vpraša? A ja, Moje tako je prvo to. vprašanje je, A ja, tebe zdaj gledam, ok. Iztok, Ja, reči. kdaj si nazadnje joko? Da, jaz na zadnje joko, jaz ful veliko jokam, veš. Res? Jaz ful veliko jokam, nikoli po seksu, vedno prej. Ne, jaz sem se. Jokam v bistvu ponavadi ob filmih, Okay. ob kakšni glasbi, ne. Pa ne boš verjela, včasih kot sreče tudi malo jokam. Pa ko svojega psička, kužeka vidim, ko je tak luškan, mali, simpatičen, manj kar solzne oči, pa govorim Jezus. Tako da ja, veliko jokam, kar je baje zdravo. Ne. Moški tudi jokamo. Ja. Top. Ja. Bravo. Ja, Se to ni bilo resno vprašanje. Vem, To je ja. bil sam hec. Ampak Vem, je bil pa vem. najboljši odgovor, kar bi si ga lahko Pa ja, dobro, pa ja, to ti pravim. To imaš ti pripravljeno, ne? Odgovor na to vprašanje. Ne, če me ona vpraša, vem boč kaj druga. A ja, saj. Ne, brez skece, tak je. Oh. Ja. Ja, še to, če te vsebina spolnosti ne zanima ali pa si primer za njih ne posluša tega podcasta. Wow, skoraj smo pozabili disclaimer. Wow. Saj smo ga že kdaj pa. Okay. Ni bilo konca sveta. V glavnem. Ponovno imamo neke icebreaker vprašanja za razbit let. A ne? In danes imamo zate nekaj malo drugačnega, zato ker imamo enega prav posebnega sponzorja v tej epizodi in to je tale igra s kartami Black Donna. A si drugače tako za kakšne tako igrce? Zdaj moram priznati, da sem včasih malo bolj se posluževal teh igrc. Zadnje čase pa ne več veliko, pa ne vem, kaj je problem, ali ne potrebujem več tega, ali mi to ni več drive, ne? Ampak da bi prav neke igrce se šel, po mojem bi jim bilo dolg cajt v igrcah, ne? Ker je moj ta sex life, ne, tukaj imenovani, je tako razgiban, ne? Da ne rabim še nekih iger zraven, ker bi me omejevale. Ne? Jaz bi rekel svoja pravila določil, ne? Če ki kvazi tu mi zdaj govori, da moram 3 polja nazaj, ne, jaz grem 3 polja naprej. Ne? In ne, zadnje čase moram priznati, da ne. No. Ja. A si zato, ker si zaljubljen? To pa res, veš. Mogoče je pa to, botruje temu. Ne? In zaljubljen sem že jutri, ne, čakaj, ne, da gre ta podcast ven. 7 mesecev bo zdaj moje sveže ljubezni in ne rabim igrc, ne? Ker je zdaj zveza igra. Ne? Zveza igra noč in dan, dan in noč in to je noro. Ne? Ja. Ja, no, evo, zato, ker ne rabiš v zvezi iger, se jih boš upoznala v podcastu. Okay. Bomo videli, če ti je dolgočasno. Ok, pošteno. Ker to je v bistvu taka igra s kartami, ki je naredil en Slovenc. Slovenc? Ja. Bravo. On je rekel, da je iskal tako razne igre, pa po Amazonu, pa ni, da ni. In vse, kar je najdel, mu ni bilo dost. On je hotel tako res eno tako igro, ki bi se začela malo bolj soft, pure pa tako res v roleplay. Ker se veš tako, da se spraviš nek roleplay, pa zdaj pravila določiti. Je lahko včasih malo awkward, če imaš pa neke kartice, ko vse to naredijo zate, potem pa lažje slediti, ker nisi ti tisti, ki je zdaj rekel, greva se dela, da so pulcaj pa ropar, ampak ti kartica reče, zdaj pa ta scenarij in pa rečeš, ja dobro, če pa že igrca tako rekla, pa bomo probali. Okay. Ampak mi se ne bomo šli toliko hardcore iger, mislim, to bojo ljudje, če bojo pač kupili to igro, lahko prišli do te stopnje. Mi bomo začeli na prvi stopnji, ki so malo bolj take enostavne kartice. Ja, okay. Ko so bolj tako, ko začne se tako s pogovorom. Meni je ful všeč, to je v bistvu taka ful dobra predigra. Ljudje, ki ne vejo, kako se iti pred igro, in vedno priporočam to igro, zaradi tega, ker je dobesedno predigra v škatlici. In imaš toliko enih različnih kartic, da
ti jih ne zmanjka kar tako. In zdaj boš ti odgovarjal na ta vprašanja, ki bi te drugače partnerka vprašala v posteli. Okay? Tako da, si pripravljen? Ja, no daj. Da vidim zdaj. Zdaj bom pa razočaran. Da vidim tega, da vidim tega vraga zdaj. Ja. Kje je najbolj nenavaden kraj, kjer si se samo zadovoljeval? Bem tiš. Kjer sem se samo zadovoljeval? Tako da nek urč pršel, tako kar nek si bil, zdaj si mogel. Ne, veš, da to pa te moram razočarati. To igro moram tudi razočarati. Da to pa ne, to pa nimam takih nekih obsedenih želja, ne, da bi zdaj pa nekaj nujno mogel narediti, ne vem, v avtu, na letalu, v bazenu, sred nekega dogodka. Ne. Hočeš ti meni reči, da nikoli nisi masturbiral na čudnem mestu? Ne. To se pravi, bil si na erotičnem sejmu, na mnogo erotičnih sejmov. Ja, in tam sem delal, ne? Tam sploh ni bilo časa masturbirati. Tam sem jaz delal. To Kaj pa v službi? Kje, na radiju, na televiziji? Ne. Moramo razočarati, da če se masturbira, sem to počel doma, za zaprtimi vrati, skrito do vseh. In žal moram reči, da nimam nekega takšnega zanimivega mesta za to. Ja. Bomo mi danes spoznali, da ti v bistvu sploh nisi tak manjak, kako smo mislili. Ja, se zna zgoditi. Wow, flower. Da ne bom razočaral, pizda. Ampak bom pošteno odgovarjal. Prosim, ja, to ne, prosti, lej, ja. Ja, prav. Kaj pa fetiš? Imaš kakšen fetiš? Pojasni partnerju. Veš kaj, te fetiši so pa tudi fora, ker so obdobja različnih fetišov, ne? A veš, ne vem, to nisem nikoli razumel ljudi, da imajo en fetiš cel life. Ne? Je v bistvu pol to bolj king. Ne? Če se ti menja. In se nekako, ne vem, to bi eno dolgočaslo, ne? Da se skozi, kaj imaš ti fetiš, ne vem, ženska stopala, 50 let, ne? Ne. A si imel obdobje za ženska stopala? Ja, mislim, obdobje, da mi je bilo všeč, pa ne več, ne? Pa ne vem, obdobje sramnih dlačic, ne? Pa me je minilo, ne vem, obdobje, ne vem, nekih seksi oblačil, pa me je minilo, ker je to potem se delalo in ko se to nekaj časa dela, to ni več fetiš, to je dolg cajt pol. In jaz spreminjam te drive svoje, a veš, ampak nek tak poseben fetiš, mogoče, ki pa ni značilen, čeprav pa sem ga jaz na gruntu, da je prav v pornografiji znan in imaš prav strani s tem, to zdaj ne vem, če vam je kdo že to povedal, ženske pa z duhe, sta čula, da je za to stane, no vidiš, To mi je tudi eno obdobje bilo, kva govori ti, ne, poslušaj stari, poslušaj, veš, in to tako, veš, poseben drive, tudi tam se brijejo ženske, tudi to je seksi, a veš, lepo zgleda. A prav gledaš med tem, ko se brije, tudi ta del je tudi bi bilo, ampak zdaj tudi me to več ne grabi, ampak ta, če ga smem omeniti, je bil zelo mi interesanten in zelo posebni, ampak ko sem to povedal, kjeri punci me je malo čudno najprej gledala, pa sem pa pokazal, da te pazduhe pomenijo nebroj stvari, in sem celo en članek o tem tudi pisal, kaj lahko vse z njimi počneš, da so lahko nadomestilo za vagino, če se strokovno izrazim, veš, da ta vse ve, se kima. In ja, to je bil mogoče najbolj tak nenavaden del ženskega telesa, ki me je privlačal. Ampak pobrit. Včasih sem rekel tudi celo, dajmo za hec probati, da se nekaj časa ne briješ, da vidim, kako bo, in je živalsko, Je živalsko, je fukiš, ampak ne zdaj, da je to skos, tudi tu se menjuje, zato jaz odsvetujem ženskam to permanentno britje mednožja, ker nikoli ne veš, kaj te prime nazaj, Lahko daš pohodila vidko smata, Zdaj je in, zdaj pa in, the bush is back, Ampak če potegnemo črto, različni fetiši v različnih obdobjih, ja. Okay. Ja. Mislim, ja. Drugače te pazduhe jaz štekam. Ampak sam na Janu, ker pač jaz ne vem, kaj na njegovih pazduhah, ampak meni so tako seksi. Ja, po mojem so tudi ne, tako oblika. Da tam so feromoni. Veš kaj fora? On tako pač ful je tle zgoraj nabit, in pol ima tako lepo oblikovan in pač nima veze, ko smata je pobrit. Mene je tako lepa. V lifeu še nisem gledala pazduhe tako od nekoga. Jaz tudi ne. Na pamet mi ne. Presežen, če ne bi jaz pri njemu, pa tako, ali je, če nima majice, ali tudi če ima majice, tako tisti božec, ki je tako fajn zoblikovano. Tako da I get it. Ja. Tudi meni je bilo zanimivo, ker sem to ugotovila, da mi je to tako privlačno. Pa mi je tako ful mi je seksi, ni mi tako seksualno, da bi zdaj pač, ne vem, kar zrajcal to. Lizala recimo pazduha njega? Ne, da vem, če bi. Mogoče. Opala. To bi pa prav mogla probati. To bi pa še nisem dobila tega urge, da bi polizala. Jaz tako moram božati. Dej prosim, dej probi, pa povej. V naslednji epizodi. Kjer je tvoja najljubša poza? Pizda, veš, to je spet to, spreminja. No pa kjer je zdaj ta teden? Ta teden. Včeraj moram reči, da je bila najljubša Doggy Style. Veš, zakaj je Doggy Style vedno kul? Vse pri meni je tako. Takrat ful dolgo zdržim.
Ne vem, kaj je to Kva? fora. Ne vem, kaj je to fora, da ko dam jaz žensko v doggy style, takrat ful dolg zdržim. To je nasprotno, kot vsi drugi. To Ja. mi je zanimivo. Vsi drugi položaji, tam se treba malo stavljati, pa ne, čak, malo pazi, pa gor dol. Ko je doggy style, zdaj pa peza materno. In takrat zdržim. In zdaj, ko moja ve, ko rečem, zdaj pa 15:04, to pomeni, da bo trajal konkretno ta seks, da bo trajal Koliko je dolgo. to zate konkretno? Si kdaj tako na uro Pa pogledal? nisem gledal na uro, ampak bom rekel, kar pornografska zgodba, ne? Bom rekel, kar široka zgodba. Pa ne znam ti zdaj minute povedati, no manj kot pol ure zagotovo ne. To sem pa 100%. Ja? Veš kaj je pri meni? Jaz ful dolgo zdržim, se mi ne ljub. Ne? In pol mi pride, ko pač hoče, da mi pride, ker se mi ne da, ker me vse začne boleti, ker sem že v letih in me začnejo noge boleti, križ boleti in si mislim, pa da je pisa Pa nisi materno. tako star, da bi te tako vse bolelo. Ja, me boli, sem v letih, veš. 51 let sem bil star letos in to so leta. A ja, tako. Ja, to so Zgledaš leta. mlajši. Hvala lepa. Ja. To so leta in lej, ne, pa ta, veš, kjer je tudi fajn, iz strani je lušnan, iz strani. Ne. A tako ležeš lička? Ja, ne, tudi, ne od zadnje, ampak tako, kako veš, da si tak, ženska je tu, ne, ti si pa tako, pa, ne, veš, kaj mislim. Na kakšnem je ženska? Na vse 4? Ne, Ona tu, tudi leži. narazen, ima Aha. noge, ne, tu in ti si. Aj pa eno nogo gor držiš. Tudi, ja, tudi. A. Pa še en je dober, ko greš nad njo in ji noge dvigneš v zrak, ne, nazaj, pa porivaš, pa je lahko premikaš in je ful dobro. Ja, to. Tako da, ja. Je pa fajn spreminjati to malo. Ampak doggy je nekako bil tak vedno ta, veš, tisti izpezda. Se lahko dokažeš. Ja, ta je dober, ta je doggy dober. Pa tudi ženskam pa še zelo, no. Pravijo vsaj. Ne, ja. Okay. Okay. Um, Kurba je teh kartic. Ja, ok, povej, izvoli. ful mi je dal, ful imaš dobro odgovore. tako Ja, da po ker mojem še mogoče- bomo, ker te še malo. Ja, ki celo igro bomo uporabljali. Okay. Ej, ne se jih je. Pač, to, jaz sem jih samo ene par ven izbrala. Ja, saj prav. Tam noter Dej, jih je tako. imaš kakšnega tazga, ki je malo bolj tak spicy? No, se so bliže ti, ampak tudi še Ja. kakšnega bolj. Ne? Pa spajsi imamo pol, no? Okej, to okej, bomo zdaj okej. pač. Ja, Okej, ja. So še noter, sam zdaj. Zdaj imamo predigro. Ja, zdaj Ja. imamo predigro. Ja. Ker moramo počasi začeti. Ne Ja. moreš predigre rašati. Evo, kako si predstavljaš dobro predigro, je naslednje vprašanje. Ja, to je pa zdaj, viš, to so zdaj spet fore. Enim ženskam paše ful predigre, enim ne paše ful predigre, enim, če se res z njo poštekaš, je dovolj, da se sam njene noge dotakneš, pa se izmeša. Ne? Ene rabijo to, drugo, tretje, ampak jaz, kot mojster za ženska telesa, lizanje, ne? Lizanje, kako to rečete, lulika, pička, kar rečete. Mi lulika. rečemo, jaz rečem piška. A piška, lulika, rekel lulika. No? To je vele mojsterstvo. Ne? In jaz pravim vsem fantom, dam vedno na svet, fantje, ne lizati zato, ker mislite, da pol sledi naprej. Ne lizati zato, ker pol kao boste dobili fafanje. Ne. Vi lište zato, ker je to fajn. Pa spremljite njen odziv, pa spremljite, kako je to njej fajn, pa bo to še zraven vam fajn. In ne lizati, ker sledi nekaj. Ne me tega v glavi. Ti liži, ker je to. Ne? No, in to, se pravi, čujem, ta del je verjetno nekaj najlepšega, kar obstoja. Ne? In če ženski pride med lizanjem, takrat, saj, kar se mene tiče, jaz njo najbolj začutim. Ne? Ni boljšega takrat, ko ti orgazem dobiš v usta med lizanjem, takrat žensko začutiš tisto njeno bistvo, tisto njeno esenco, ti svet njen. Ne? In to je ful dobro. Ne? So pa res različne fore žensk in ene rajce neki, druge neki in tudi ni pravil. Ne? Zato pa pravim, da en ko misli, ko ti pa te vprašajo, če si dober ljubimc, ja, pizda, z eno sem, z drugo nisem. Ne, ne moreš povedati, ker kako boš rekel, imaš ti eno, ko je z enim nuna, pa je ista ženska, z drugim pa porno zvezda. Ja, ker se je z njim ful poštekala, ker je v njej prebudil demona. Ja. Wow. Drugače, to si ful dobro povedal, pač, da različnim ženskam različno paše. In zato je ta igra drugače dobra, ker kolikrat boš ti v življenju vprašal svojega partnerja, kakšna predigra je pa te všeč. In evo, tle pa zveš vse te stvari, ki jih mogoče ne bi se niti spomnil vprašati, in pa zveš tako, veš, ne toliko na silo, ker ni zdaj moraš pa sprašati, ampak pač še vsem zveš. Nekaj, veš, meni hec, vedno jaz sem se to naučil skozi leta, ne misliš, kaj je ta igra, to je zdaj ne rabim. Ja, ti ne rabiš, sam to pa ne pomeni, da drugi ne rabijo. Ne? Se nimajo vsi drugi vse to pošlihtano. Ne? In zato je to fajn, to take vdaje so super, sem zelo vesel, da to delata, ker zato, če mi kao to znamo, ne? Pa je nam neka stvar, pa dejno, pa se to vsak ve, kurac ve, ne ve. Ljudje vejo manj, kot si mislimo. Ne? In ravno zato so taki pogovori in take igre in take fore izjemno pomembne. In tako sem rekel prej, kar tako naprej. Ne? Izvoli, se pravi. Ja.
Mislim, ne nama preveč, da tle pihati na dušo. Ne, mislim, povem tako je, oprosti, ne, povem tako je. ja. Ne. Sej, jaz se strinjam. Ja, ona se strinja. No, glej, to še. To sem Ja. imela drugače prav napisano, ampak To pa še. smo šli na to igro, pa sem vesela, da je tudi na karticah. Evo. Ja, bravo. Kdaj si prvič seksal? To pa ne boste verjeli, da zelo pozno. Koliko je zate pozno? Bi ti povedal. Jaz sem bil zelo poreden že v osnovni šoli, by the way. Ne? Tam smo že počeli svega iz fašta. Imam malo več detajlov, rabimo. Ja, kaj to pomeni. pazi, to je bilo tam en sedmi razred, je meni že prvič prišlo žensko. Ne? In se spomnim, da me je nekaj začela šlatati in mi je prišlo v 15 sekundah in pol sem imel mokre hlače in mi je bilo ful nerodno in sem šel do kopalnice in sem se kao zmočil namerno, Jezus Kristus, kaj sem se pa zdaj to zmočil. Pa se smejala, ampak pravi seks je pa trajal zato, ker sem jaz potem celo srednjo šolo, takrat sem se malo zredil in me punce niso zanimale. In sem gledal filme. Čak, niso te zanimale? Ne. Ali ti njih nisi zanimal, pa si pa rekel, po mene moje to bi, to tudi, ne? bi jih zanimal, vseeno. Ampak Aha. nekak mi ni bil to moj džir in sem gledal po 5-6 filmov na dan, vsak dan, pa mi ni žal. In ko so vsi moji sošolci so že seksali, so že žurali, jaz sem bil pa doma, pa gledal filme, pa sem pa nadoknadil, ko so drugi šli v kurac. In bom rekel, pa sem imel že punce, tudi resne, tam pa 17-18, ampak tako na kratek rok, da ni prišli do tega. Ne? Da ste sam filme. Ja, pol je bila pa fora, pa ko to traja, pa se pa kar odmika. Ne? In jaz, ne boste verjeli, moj prvi seks, kot se zagreje, je bil pri 21 letih. Okay. Ja, ampak je bil pa z resno punco, s katero sem pa bil 10 let. Wow. Ja. In ti povem, da ni to tako slabo. Ja, itak, da ni slabo. Ni to tako slabo, da ti čakaš, čeprav ne bo rekla, da ti si fucking mal. Ne? Ampak lej, in ni mi nerodno to nikoli bilo priznati, sem pa polno nadoknadil. In morda polagam na srce gledalcem, vajnim, pizda, kam se mudi, ne? Kam se mudi, seks bo počakal, ne? Še posebej dober seks. Zakaj se ti pri 14 mudi, da boš frajer pred kolegi? Ne, seks ti boš pa takrat, ko boš ti začutil. Ne? Ja. To se pa, jaz se drugače s tem ful strinjam. Jaz sem pri 18 prvič seksala, pa sploh ne bi mogla reči, da je bil ti zares seks, ker pač. In sem bila potem, jaz sem bila potem že na faksu, ko sem začela tako pač zares seksati. In mi tudi ni žal. Sicer, ker sem bila mlajša, meni je bilo to tako pain. Jaz sem tako hotela že seksati. Pač me je tako zanimalo, jaz sem bila tak horni najstnik. In pač ni bilo priložnosti. Ampak zdaj sem pa toliko vesela, da jo ni bilo. Zaradi tega, ker vem, da ne bi bilo dobro. Jaz nisem bila pač sama pri sebi dosti samozavestna, da bi pač lahko sploh uživala v tem. Vem, da bi imela tukaj pač prav predstavljam si, da bi si lahko po moje več škode naredila, pa nekih travm zaradi tega, ker jaz nisem bila pripravljena. Tako sem pa počakala in ne bi nič spremenila. In se mi zdi, da je bilo tudi za resno zvezo je pač trajalo, da sem imela prvič resnega fanta in hvala Bogu, da ga nisem imela prej, ker pač nisem bila pripravljena in sem potem vedela, kdo sem, kaj hočem in je tako moglo biti. Pa veš, kam je tudi, bi že mogoče prej to naredil, pa smo se z nekimi kondomi igrali in ko sem jaz dal gor, kondom je šel skupaj vedno. Ne? Jaz sem vedno problem s tem, ne vem, zakaj je to moj problem, s tem se ni zahvaliti, da kao pa je brez kondoma seks okreten, ne? Tam, ko je bilo treba, smo ga seveda imeli, ampak začel sem s kondomom, ne? In mi je šel vedno skup. In tudi zato se je zavleklo. Jaz mislim, pa čakaj malo, kaj se zdaj to dogaja. Ne? Pa je le nekako ta prvo dekle, tam je šlo pa brez, ker je imela tabletke takrat, pa se je nekako to poklopilo. Tako da jaz bi mogoče pri tvojih letih že prvič dal svoj prvi gol na svetovnem prvenstvu v nogometu in pa se je zaradi tega malo to zavleklo, ker ni šlo skozi. Okay, tu sem pa že slišala, tudi imela sem enega fanta v dolgi zvezi, ki mu je vedno, ko je dal kondom gor, padel dol, ampak pač tu sem pa sem jaz brala o tem, da ni navajen občutek in da moraš vaditi si dajati kondom gor. Ja, drugače res. Mislim, jaz sem imela isto pač s enim na začetku ful ta problem, pa pač je samo trajal. Sicer je trajal nekaj časa, ampak če imaš čas, ne, da je trajal lahko. Tam, ko pa ni bilo časa, ne. Ja, tako da jaz drugače tudi to pol priporočam, da fantje doma vadijo tako, da si pač kupijo te kondome in drkajo s kondomom. Zato, da se navadijo tega občutka kondoma, pa občutka senzacije in se pač navadiš. Ja, mogoče res. Sam ti, če smo pol to srečo, da se nisi rabo navaditi, ampak mogoče to ni priporočilo, ki bi ga dali. To ne smemo zdaj ne nagovarjati ljudi, seksite brez kondoma, ne. To moramo biti pazljivi. Ne. Čeprav so zdaj taki časi, da te spolne bolezni, ne govori se več tako, se posebej temu AIDS-u in tako naprej, ne, kot se je nekoč, ampak so pa druge. Ne. In tu treba biti vsem pametni. Tako da poslušajte, ni od dve, ne se hecati. Ja, ne, drugače v porastu so spolno prenosljive bolezni. Kjere? Ja.
Ne vem, ampak brala sem članek o tem, da mladi skozi manj uporabljajo zaščito in da je skozi več teh bolezni, da se kar širijo. Tako da sem začela kondome uporabljati, ker se mi je razvil prefrontalni korteks. Bravo. To je bilo po moje pri 25. Hvala. Prej nisem v life uporabljala kondoma, pa sem seksala z vsemi. In grozno. Saj si zdrava, ne? Zdrava sem, ja, na srečo. Ampak takrat se mi je zdelo to čisto v redu. Bravo. Ja. No, okay. Mislim, ne. Ja. Gremo še enega, pa začnemo zares. Ja, to je zdaj uvod bil. Mogoče malo bolj spicy. Okay. Boste vi rekli, če je. Okay. Opiši, kako bi te partner pripravil do orgazma. Mislim. To so taka vprašanja, ki milijarde odgovorov možnih. Ja. To je različno. To je najljubši način. Ne, veš, to je različno rajce. Se spreminja. Ne, ni pizda, ni. Kaj imajo radi na joške ali pa nekaj, ali pa ne vem. Ne, mislim, ni pravil, ne. A veš, čisto različno, ne. Enkrat bi, ne vem, zdaj mi ga pa vzam usta pizda, ne. Zdaj te bom pa urit, zdaj pa pizda, ne vem, mi ga drki, zdaj pa. Ne morem reči tega, ne. Da bi zdaj rekel, zdaj pa nekaj je, ko bo pa zdaj mene obnorel, tisti dan mogoče ja. Naslednji dan me pa ne bo več, ne? Ti si pa tako nepredvidljiv. Tak fluiden v bistvu. Ni pravil, da bi rekel, to je pa zdaj, ne? Tako sem nekaj izjemno rad ližem, ne, luliko, ampak od tega mi ni prišlo, ne? Ravno, če si bi ga drkal zraven do konca, ne? Ampak to ne bom naredil, ker to bi rad na drugačen način se to naredi. Ampak ni pravil, da bi zdaj si pa zbere, ne vem, danes bi rad, ne vem, da te po faci, ne špricam, da mi pogodneš, da te ono drugo. To ja, ne, ko je drive. Ampak da bi pa prav imel neki, ne. Jaz mislim, da je bolj od tega odvisno, ne, če se s partnerjem ful dobro poštekaš, da je ta partner tvoj človek, tvoja sorodna duša in je vajen seks res 90% zveze, pizda, pa ne v smislu potrebe, ampak v smislu, da sta tako dobro povezana, da je to čudovito. In da ti potem s tem partnerjem tako noro prihaja, ne? Ker je on ob tebi. Se pravi, orgazem z osebo, ne orgazem z dejanjem. Ne? To je, kurva sem pameten. Ja, no, evo to je. Všeč mi je, ker se v tvojih odgovorih vidi, da si zaljubljen. I love it. Meni se zdi, da si se ti spremenil, odkar imaš punco. Govori o tem, da ti sploh mene ne poznaš. Ne? Ti se mene bala. Ti se mene bala. Jaz sem se tebe bala, dokler nisi imel punce. Če si imel že prej punce, pizda. Ja, ampak nisi bil, meni se zdi, lejte, tu je zdaj, ali pa sem začela sem gledati bolj tvojo vsebino, brez da bi te obsojala, pa si mi pol, ampak se mi zdi, da je bil nekje nek klik, ki si ti tako rad prijazen bolj. Si mi skozi prijazen. Ni res. Meni se zdi, da ni res. Pizda, odkar imaš punco? Ja. Je pa res, da sem zaljubljen zdaj, ja. Ja. Sem zaljubljen in tako da si en tak mucek. In sem srečen, ne, sicer sem še vedno prasec, ampak romantični prasec. Ja. Se pravi čujem. Ok, glavno to moram še povedati. Ja. Glede kart, ne? Ker pač so naš sponsor in so drugače ful dobre karte. Jaz sem se jih kar parkrat že igrala in se zelo, sicer nama nikoli ni ratelj prija do onega dela z hardcore roleplayom, ker so pač te karte te kar napalijo in pol imaš že vmeš kakšne stvari, ki ga moraš že noter dajati in pol, ki že enkrat noter, pač jaz nimam pol več. Tudi če karta reče, da je ga ven. Zdaj pa poglej, ne, kaj je pa škakljiva zgodba takih igrc, ne, če smem, ne, zdaj kar čim, ampak nasplošno, ne, da te vpraša neki, pa nekdo nekaj odgovori in je partner šokiran. Ne. Fuck, daj pa tebi to paše, ko si fucking mal, ne. In jaz pa pol vedno poučujem mladino, ne, in starejše, ne, da dajte se enkrat zbrati, ne. Zakaj bi svoje fetiše, svoje perverzije, svoje norije iskali drugje? Pri ljubicah, prostitutkah, bla, 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 bla. A ni nekaj najlepšega, da najbolj umazane stvari tega sveta počneš za sebo, ki jo ljubiš. Pa takrat si najbolj srečen na svetu, pizda. Najdi si partnerja, s katerim boš vse to počel. Ne partnerja, ko ti nekaj manjka, pa boš drugje iskal. Ne, to ni prava taktika. Misliš, da vedno obstaja? Se pravi, če ima en rad fekalije, najde žensko, ki ima isto rada. Jebemo mater, da mora. Mislim, mora, če ne bo nesrečen. Lej, ne? In jaz pravim, vse to jeba, ne? Pa ljudje se bojijo povedati, ne? Svojih pravih želja. In te karte, ne? Praša, čakaj, kurba, kaj lahko zdaj to povem? Me je prašala fetiš, kurba, ja, da me polula, pa ne more ni to reči, kaj če bo rekel, da sem fucking mal, ne? In to so te fore. Ja, pa kaj probaš? A veš, ampak ne, jaz pravim, ne biti tiho. Ljudje ne biti tiho. Komu boš, to nikoli nisem štekal, da svojemu človeku ti ne zaupaš svojih želja, pa kaj si fucking, pizda, si ti normalen.
Pa komu boš povedal drugemu, če ne svojega, boš mami povedal, pizda. Ja, svoji osebi to povej. In če te bo gledala butast, sorry, stari, pol ni tvoja oseba. Ne pomeni zdaj, da bo ona uživala čisto v vsemu, kar bi mogoče čitati, tako se fekalije, ne? Enkrat probaš, če kozla pizda, probaš enkrat, pa če spet kozla boš nehal, ne? Vidiš, da ti je pa kozlanje všeč. Pazi, ne bo zdaj umrl tega, če to noš počel, razen če si res, je to tvoj king, pa se ti trga, ampak dobro, teh ni veliko, ne? Ampak se da tudi človeka narajcati na stvari, ki mu prej niso bile všeč, če ti to znaš, če on vidi, da si ti to kot temno dal in pol njega to začne rajcati, ne? Ampak še enkrat poudarjam, če črto potegnem, povejte, ne skrivite svojih želja, ker boste skozi nesrečni. Pa ne povedati prijatelju, pa ljubicam, svoji ženski oziroma svojemu fantu. Ja, se tu imaš pa prav, ne? In to ne razumem. Najdi si tako. Pa si pa čas kupujemo, ne? Najdi si tako, ko je taka kot ti. Lej, pika. Ne, sej to, drugače se strinjam, ampak a veš kaj je? Velikrat nekdo tega ne upa povedati, ker je imel slabo izkušnjo. Ker ga je nekdo tukaj zatrl in zavrnil in je potem strah, da bo naslednji isto naredil. In je bolj težko ta pogum zbrati. Ampak je pa ful dobro, kaj ga zbereš. Ja. Sam zdaj pa gled to, če smem še to, ne? Jaz vodim, ne vidim, da se prečujem. Ampak ne, tudi to mi je zanimivo. Ne? Recimo, če si odprej ti neki navajen, ne? Nivoja, da je to res poka, ne? Pa imaš mnoga partnerja, pa je lahko čudovit. Vse štima. Pizda, v seksu pa ti manjka tisk, ker si imel pa z unim to tako dober, da boljš ne more biti. Si tudi nesrečen, to je tudi jeba. In če najdeš takega, ko ti tudi odgovarja, naredi vse na tem svetu, da boš z njim ostal do konca življenja. Ker to je sreča. Pa rečejo, seks, jaz sem se naučil skozi življenje, seks je 90% zveze. Še enkrat poudarjam, ne, ker smo pohotni prasci, ampak ker je to povezava med partnerjema. In to je to. Če to ne štima, lahko ti men blefiraš, ne, stari, v resnici te vidim, da nisi srečen. In ženska isto. To moraš štimati 100%, če ne štima, so pizderije. Naprej. Ja, okay. Še to bi povedala, da imamo kodo za to igro. Ja? Med nama 20. Bravo. Vse skupaj napisano. Tako da, lejte, zdaj je glih Valentinova akcija in nikoli ni bilo še takega popusta za 5%, tako da, let's go! Ja. Okay. To je to. Zdaj pa, kaj me najprej zanima? Opa. Povej. Ne, kaj? Ne, verjetno. Pač, kako se je to začelo pri tebi, ta zanimanje za erotiko, kako si se odločil, da boš imel pa zdaj kar oddajo, kako je do tega sploh prišlo, kako si prišel sem, kar si zdaj, kako se je to začelo? Veš, seks je bil skozi en tak del mojega lifea, ne? Tako ali drugače, že ko sem bil že ful mlad, sem imel v časopisih rubriko o žgičkljivih vprašanjih, prvi, tudi na celskem koncu, vem, da ni bilo tega nikoli. Koliko je bil to, ko si bil koliko star? Pa to je bilo pizda po mojem, že ne vem, 20-30 let nazaj mora to biti, ne. Ko smo začeli s tem časopisom, bila rubrika povsem iskreno, se je rekli rubriki, ne. Pol, ko smo imeli na radio razne oddaje, sem tudi vedno na to napeljeval, pa se zajebaval, ne. Pol, ko sem imel komad Ginekolog, pizda je bil v seksu, komad Udari me je bil v seksu, moj album izdal pred leti, ne, če to veta, zdaj veta. Si je ful komadov v seksu not, ne. Skoraj vsi, ne. Razumeš, in skozi je bilo to nek drive, ne? Pol je pa beseda dala besedo takrat, je pa ta oddaja nekako, bila ideja, da bi neka oddaja bila, ne? Ker takrat je imela Lea, ne? Je imela oddajo, Vroče z Leo, ampak je imela bolj na easy, ne? S nekom, mi gremo na hard, mi bomo govorili tako, se res govori, mi bomo imeli porno zvezde, mi bomo imeli seks v živo, mi bomo imeli pizda šolo skvrta, mi bomo imeli vse, mi se ne bomo držali nazaj. Ko so bili znani Slovenci, seveda je bilo malo bolj na easy, ko so bile porno zvezde, je bilo na hard. In to je bila oddaja, ki je na svetu ni. Jaz upam reči, ki je na svetu ni, ne samo v Sloveniji. Tukaj smo mi tam not počeli. In dejansko je bil to nek logično nadaljevanje tega mojega driva, ki se je zgodil, ne? Ampak kaj pa potem problem? Ne? Ko te pa to zaznamuje, ti pa od tega ne moreš živeti, ker je premalo denarja, ker smo v Sloveniji. Ne? Pa si pa v pizdi. Ne? To je Gartner, ne? Skozi preklinja, bo samo sekso, ne? Ti bi pa zdaj še kaj druga delo, ne? In pol rabiš ful časa, da ti pokažeš, da si ni treba bat, ne? Da si v redu, ne? Da ful pokažeš, da pa ti nisi sam to, ne? In ko te pol vidijo v par drugih oddajah, par drugih stvareh, čakaj, pa kurva, se pa on pa ja ni tak psihopat, ko smo mislili, ne? Pa se pa ni, čakaj pa zdaj to, ne? Ker jaz sem bil v tej oddaji, res sam tisti folk, ki je to gledal na prav način, je vedel, da je to showtime, ne?
je to zebancija. Ne? Jaz sem res preklinjal, pa ne, ampak v osnovi je to bila komedija. Ne? Če si ti vzel cajt, si videl, da to ni kar neki sam za to, da je. Tisto si je malo cajta vzel. Ampak hočem reči, vse je super fino, fajn. Ampak če ti tega ne živiš, isto kot kakšna porno zvezda, ko ji ni ratalo, pa hoče pol ven z tega. Ja, kurac bo šla ven z tega, boš imela problem. Ne? In ti povem, da sem kar vesel, da te vdaj ni več, zdaj že 2 leti, in nič ne pogrešam tega, ker je bilo 8 let več kot dovolj in sem na koncu želel oblečene ženske videti, ne več nagi, ker je bilo preveč. In hvala Bogu, prav tako bi rekel, hvala Bogu, da je tega konc in da tudi ta fucking malo se odmika, pa ne da se zdaj skrivam, pa da delam, da tega ni nes, na to ponosen, mi smo naredili norijo. Ampak, tako sem rekel, zajebano je potem delati normalne stvari, ki si zaznamovan, ker folk je glup. Folk misli, da boš ti vodil mlinsko prireditev, pa boš rekel, kaj je pičke, gremo fukat. Ja, ne boš rekel, pizda, Saj ti moraš to dokazati njim, Da res lahko ti verjamejo, da ne boš. In to sem rabo kar neki cajta. Zdaj pa mislim, da se je že toliko znormaliziralo, da vidijo, da pizda, znam ločiti, dobro, preklinjam še vedno, ker je fajn, da znam ločiti kje, kako, kdaj, zakaj in ni več težav. No? So pa inside bleja. Videl sem pa, da ta oddaja je potrebna, ker je folk šel kurac, ker smo v srednjem veku, ker je seks postal čedalje večji tabu. Max Modic, pokojni, Bog mu daje večnega miru, je naredil marsikaj, njime pa vdaje. In ko on to vdajo videl, mi je pa predal to štafeto, svojo znamenito majico, Porno tajkun, knjigo Jane Jamieson s podpisom njenim, sem enkrat gostil, mislim, da je bilo 10. obletnica Celjskega sejma, je bila taka fajni moment. In sem videl, da pisa nekaj treba narediti. Da treba tabuje zrušiti, da to ne gre več nikamor. In ko sem jaz videl feedback, da ta oddaja pizda v polnoči vsak petek premaga Pop TV, Planet TV, TV Slovenija, vse mi smo bili tule. Samo so bile Joške, pa porno zvezde. Mi Slovenci, neko čakaj malo, nekaj delamo, pa imamo blagovno znamko zdaj. In pa je ta Gartnerjev bordel, to je bila revolucija. In na to sem ponosen, nimam kaj reči. Sam da bi jaz od tega živel, bi me bolj ukurac, sam nisem. Ker je premalo denarja, ker je to Slovenija. In pa sem videl, da boljše je bil očitno čas, da pustim in da grem še v kakšne druge projekte. In pa si šel na radio? Ali si že prej to? Ne, v bistvu sem šel na radio potem, pa začel sem s podcasti, pa na televizijo sem šel v druge oddaje. In samo z erotiko, pač trenutno, pa že nekaj časa dejansko nisem več tak povezan, kot sem bil, pa ti povem, tako sem rekel, to meni nobene verjame, da jaz zdaj ne pogrešam teh golih deklet. Pa se jaz nisem nikoli te oddaje delal, zato da bom gola dekleta gledal, pa da me ozram erekcijo, čakaj malo. Jaz sem kot ginekolog. Ginekolog tudi ne stoji, ko pregleduje. To je profi. Če bi jaz to delal, bi imel samo en teden oddajo. In jaz sem takrat gruntil, se to snema prav, kdo bo to prevajal, smo dobro naredili, se v redu čuje. Ni bilo cajta za uslarije. Zdaj pa trajalo tako dolgo. Ja, 8 let je zelo lepo. Vsak teden z gosti to ni zabancije. Kako si pa goste iskal? To sem jaz fuken. To sem jaz pač delal vse sam. Res, da je bilo včasih to zelo naporno. Tudi, ko sem šel na kak erotični sejem, tudi v Berlin 4 leta, sem včasih šel sam. Snemal sam, prevajal sam, delal sam. Ja, to ni bilo zabancije. One man band. Ampak, ko si premalj cenjen, zaradi tega si misliš, da se pa vi jebite malo. In potem je čas, da greš. Ko ljudje vidijo, da za take oddaje rabiš 10 ljudi, ponovadi jaz ne delal sam. In jaz sem se vse zmenil sam. Jaz sem se organiziral sam. Jaz sem vse naredil sam. Ni bilo to, kamo pa zdaj, ne skrbte. In ko smo delali v studiu, seveda je bila ekipa studijska, ko sem delal pa na terenu, sem večino časa bil sam. Ali sem pa pol končno enega snemalca naredil, da mi je malo pomagal, da sem pa ful veliko stvari naredil popolnoma sam, goste pa sploh. Smo jih iskali, pa vse posod, pa srečo sem imel, ker je bil v Ljubljani klub nočni in je gostil par pornih zvezd in pa sem jih jaz takrat zagrabil za intervjuje v nekojem klubu in je bila win-win situacija, pa seveda ročni sejmi, tam sem si naredil 2-3 mesece materijala. Samo to je bilo garanja 24 ur na dan, 3 dni zapored, če ne bi materijala imel. In v Ljubljani, ko je bil enkrat sem bil še voditelj in hkrati delal še intervjuje zraven, takrat sem skoraj crknil. Sam sem si pa naredil takrat res tudi materijala za 2-3 mesece. Ok. Ja, jaz sem glih prej Luci razlagala, pač kaj se je vmes spremenilo, v mojih občutkih. Jaz sem pozabila ukalkulirati v moj strah tu, da pač ti delaš hardcore erotiko. In jaz sem iz svojih oči gledala tvoje intervjuje in pol
ker si včasih vprašal, kaj tako ekstremno vulgarnega. Sem jaz pač dojela, da jaz tega ne bi nikoli vprašala na tak način in zato mi je bilo pol strah, ker če bi jaz kot ta pornozvezda, ki je tam bila šla na tvojo oddajo in bi me nekaj tazga vprašal, bi mi bilo ful neprijetno. Ampak pol sem pa dojela, da pol, ko sem videla še tvoje ostale intervjuje, ker zdaj pač, ko sem videla tvoj podcast, pa ko ga ful poslušam, pol sem pa dojela, da ti v bistvu znaš tudi še kaj drugega, ko pa tu, in da je verjetno tisto bila pač sem taka hardcore erotika, šel. Ne, se pravim, vse te pornozvezde, jaz sem bil z večino prijatelj in sem še zdaj. In jaz sem vedel, kaj lahko vprašam, pa kako lahko vprašam, da ne bo zamere. Mi smo se pred intervjujem družili in po intervjujem družili. In ona je vedela, če si gledala njih, so se večino časa smejale. Ne vem, če je bilo kiri, ne vem, če si kdaj zaznala, da je bilo kiri neprijetno. Skus sem jaz zaznala, ampak zato, ker bi bilo meni. Možno, a veš, ampak te ženske so bile free. In jaz sem se bavil 100 na uro, res s tem mojim načinom. Mogoče to zdaj sploh ne veš človek skozi, ne vem, so časi malo drugačni, pojma nimam, ampak takrat je bil tak stil in ravno ta stil je takrat užgal. Res pa, da bi morda mainstream publika še bolj zagrabljala, če bi jaz bil mičken bolj, sam ni bil to namen. Gremo narediti oddajo, ki ne pozna zadržkov. In bomo rekli, pizno materno, puf, gremo. Je pa res, da mogoče marsikoga je pa odvrnil. Rekel, kako to govori. Ne, pa čakaj, bom še gledal eno. Čakaj, pizda, pa to, ne. In pa videl, da se une režijo zraven, se zabavajo ali same to odgovarjajo, sem pa res, pazi, na zadnjem erotičnem sejmu v Celju, ko je bil, sem pa nekaj šokantno ugotovil in mogoče je tudi bil čas za to, da se umaknem, da se je pa ta feminizem, veš, kvazi feminizem, se je pa pojavil tudi v pornografiji in je ženska pornozvezda rekla, kaj pa ti mene to vprašuješ? Čakaj, halo, ti si pizda na sejmu, erotičnem, in če sem jaz tega vprašal, če bo za naše gledalce, pač show your pussy for our viewers, we gonna bla bla bla. No, I can't do that. What do you mean? Čakaj, kako se hecaš, ne? Nisi ti tu zdaj ta odrska zvezda, zato si tu. Ne zato, da sem midva menila v tem, koliko je ura, ne? Ja, samo ona kaže piško na odru. Ampak v intervjuju je bilo zmenjeno, da je bo, ker zato je bila na intervjuju, ne? Mi smo bili ekskluzivo imeli, ampak sem rekel, čakaj, kaj pa zdaj to, ne? Zdaj tudi v pornografiji ženske se malo postavljajo v eno drugo pozicijo. Polena, ko sem rekel, če se me spomne, da sem imela intervju pred leti v posli, ko je bila naga, smo in skešni, da sem jo zbudil nago. No, I don't remember that, it wasn't me. S neko Candy, Alexa je bila to, s neko Candy, what do you mean? I have a pictures. No, it wasn't me. S neko, what the fuck you talking about? Look, no, it wasn't me. To jaz ne delam. S neko, pa čakaj, pa kad si ti meša. In sem videl, kako faca je naredila čune, hodila kar vstati. Ok, tu se pa zdaj nekaj dogaja. Tu pa zdaj treba paziti, da boš tudi lepo se pogovarjal in to v tem joku, neko kurva, tu pa to ni več Gardnerjev bordel. To je pa zdaj neka lepa zgodba, vludna zgodba, ki pa je jaz ne štekam najbolj, ker jaz nisem bil žaljiv, to moram midva veriti. Tudi če je morda to kdaj izpadlo, ne, to je bil vedno showtime, joke. In jaz sem vedel, kjer lahko kaj rečem. In vse so se režale in sodelovali, ker mi smo se prej zmenili, kaj bo. In so bile vesele, da se lahko pokažejo nage v oddaji, ker nekje drugje to ni bilo možno. Če ko sem šel na berlinski erotični sejem, so me zaprepadeno gledali, kako govorim show your pussy, to se ne smeš. Neko, pri nas v Sloveniji na mojo oddaji se lahko. What do you mean? Look at this guy, we can show them your pussy, you can show your pussy. Ampak ko sem pa to videl tu v Celju, ko sem povedal še pornozvezda ratale sitne, pizdale, popa nehimo. In takrat pol par epizod, mislim, da zadnji, ko sem pol šel, niti ni šlo v eter, če se jaz ne motim. Tu pa mogoče se pol jaz ne bi več najdel, da bi mogel pa v rokavicah delati na tak način, veš, da bi pa pričakoval, da bo rekla ne, da me bo nadrla, da ne smem povedati, kaj 3 leta nazaj smo snemali, ker ji bo nerodno. Kurba, ne vse, ampak moc glih naletel na slab dan, enih 2, 3 in mi je bilo čudno, kaj se zdaj tu dogaja. Ja, je to ta občutek, ki ga opisuješ, tako je bil tudi moj. Mogoče pa smo res malo drugačni pol zdaj. Možno. Ja. Možno. Evo, zato me je bilo strah. Ok, no se ti ni več. Ne, zdaj me ni več, zdaj se mi zdiš super in zdi se mi, da rada poslušam tvoje intervjuje. Bravo. Kar tak naprej. Ja. Ok. Kako ti je pa zdaj, ko snimaš ta svoj podcast? To se pravi,
tako, kot si opisoval, se mi zdi, da se v bistvu nekaj veliko spremenil, ker si bil že prej bolj kot ne one-man band in to zdaj ostaja, zdaj imaš verjetno malo več. A se ti zdaj imaš zdaj več nadzora nad tem, kaj snemaš, pa s kom snemaš, kot si ga imel prav, si ga imel že prej? Pač ne, v končni fazi Gartnerjev bordel je bil čisto moja oddaja. Ja. Tudi tam sem dejansko odločil, pa da sem se odločil z enem puncem narediti zvezdo, ko sem jo srečal na cesti, sem to lahko naredil. Ne? In je bila čez 2 dni že v oddaji. Tu ni razlike. Ne? Je pa res, da zdaj tukaj lahko govorimo o temah, ko pa tam ne bi bile zanimive, ker jih ne bi noben gledal. Ne? In, ne vem, stvari, ki niso v seksu. Ne? To v bordelu ni šlo skozi, ker bi ljudje zaspali. Ne? Tu so vse normalni pogovori. Ne? A veš, ne? In tu zdaj lahko v bistvu res povabim ljudi, ki pa s seksom res nimajo čist nič in se sploh o seksu ne pogovarjamo. Ker to ni moj džir. Moj džir je dober pogovor. Jaz sem še vedno blesal. Ne? Pa ne vem, vprašam Milinčiča, če je zmagal, kdaj si na zadnje fuko, ne? Kar ga noben drug ne bo. Ali pa ved, da bi ga verjetno vprašali, drugi ga ne bojo. Ne? A veš, in to je fora, ampak to so tudi gosti, ki so na nivoju, ki ti ne moreš vprašati, če je da pa ti na zadnje seksu, ne? Ker ti bo ga bo ostal, pa bo šel. Ne? In ni fore v tem. Ne? In to mi podcast omogoča dejansko, se sem tudi na televiziji prej vdaje, ki niso imeli veze s seksom. Ne? Ampak ta podcast je res, pa nov limit je glede minutaže, če se zavleče 3 ure, se pa zavleče 3 ure. Ne? Če se zavleče v neko stvar, ko se začne gost jokati, ko mu solze preteče, se pa zavleče v tja. Ne? Ni pravil in zato mi je fajn. Ne? In res sem free in noben mi ne bo govoril, koga lahko imam, kako dolgo bo trajal, kaj sem pravzaprav menil. Ne, to se odločim vse jaz. Ne? In če hočem enega narediti za srce, pa tudi če vem, da ne bom imel ogledal, ga bom naredil, ker mi paše. Tako da podcasti so cool. Podcasti so zelo cool. Začel sem jih pa delati zato, ker mi je rad dolg cajt, ker sem s televizije šel in mi je manjkal. Ne? In zato sem začel. Ne? Kaj pa je tvoj endgame tega podcasta? Imaš tukaj še en cilj ali pa nek tako, proti čemer greš? Kaj ti je cilj tega? Veš, kaj ti bom rekel? Dejansko je to hobi. Ne? Dejansko je hobi, ki me veseli. Seveda, fajn je, da imaš oglede, da ko poveš, da bi rad imel gosta, da gost ne razmišlja, ali bi prišel k tebi ali ne, ker ne ve, če bo dosti odziva. Ne? In ko enkrat prideš v to sceno, ko imaš par res močnih gostov, ne? Ko jih noben drug ni imel, ali pa jih noben drug ni tako naredil, kot si jih naredil, pa si zmagal. Ne? In ta endgame, tako si umenila, bi rekel, da hočem zdaj biti najboljši. Ne? Za najboljšega tudi moraš algoritme poznati, moraš verjetno kakšne sponzorske objave narediti, moraš imeti ekipo ljudi, ki to obvladajo, predvidevam, ne? Ker se mi tudi ne zdijo vsi ugledi konkurence realni. Ne? Ampak ni. Moj džir je to, da mi je fajn. Ne? Da uživam, ne? Da je kontinuiteta, da se imam fajn, ker vidim pa nekaj. Ne? Da s podcasti tudi dejansko ostajaš v sceni. Ne? Ker vse, kar se danes zgodi, se zgodi v podcastih, ne več v TV oddajah. Novice, časopisi, stvari, klipi, čvekanje, drame, vse je tam. Ne? In na vse zadnje ti to koristi, da ne padeš iz scene ven, ne? Ker ljudje te hitro pozabijo. Veš? Ljudje te pozabijo ful hiter. Še posebej, če delaš brezvezne stvari. To je reality show, vidijo te, ko mislijo, kakšne zveze so, pa čez en teden ni več, ne? Pa jih čudi, kako to, ja, pizda, se že prej nisi bil nič, kako bo zdaj. Ne? In to je dobra fora. Ne? Zdaj, če bi pa od tega nekoč živel, ne? Bi se mogel pa še bolj potruditi. Ne? Bi mogel pa vse ostalo opustiti in dati fokus samo v to. In zbrati natančno določene goste, za katere vem, da bojo pokali, se lotiti sponzorjev, se lotiti tehnično verjetno malo dvigniti nivo, ne? Pa bi mogoče začel tega živeti. Ne? Ker jezi me to, ko enkrat dosežeš neke oglede, naslednji gost jih spet nima. Ne? Ni pravil. Ne? Imaš hit, naslednji 3 so kurac, ker pač niso bili tako nori, ko je bil tista prvi. Ne? Zato nočem nekih ciljev imeti, ker pa si lahko slabe volje, pa žalosten. Zaenkrat je to zabava in zelo luškan hobi, pa tudi ljudi ogromno spoznaš spet. Ne? Pa spomine imaš, ne? Dejansko dobre, ker pogovora tistega ti ne more noben vzeti. Ne luškano. Kaj pa ti trenutno prinaša največ denarja? Različne stvari, veš. Lej, to je zdaj radio, so prireditve. Zdaj, ko sem bil z Jasno Kuljaj, z Jasno in Glasno na te Veseljak, sem bil zdaj pol leta, ali koliko smo bili. Ampak pol to nekaj je, pa nekaj ni, pa nekaj odpade, pa nekaj spet pride, pol kakaj najdem te influencerske zgodbe, zdaj ugotavljam, pizda, da sem tu bolj močen, kot sem mislil. Ne? A veš, ko imaš enkrat neke projekte, kot je bil ta roast, ko sem ga lani imel, ne, lani marca. Kako to sploh organiziral? To si ti organiziral? Ne, to je organiziral David Gorinšek in me poklical, če sem za, seveda sem jaz pa pomagal pri kakšnih gostih, pa pri sami sceni, pa tak naprej. Ampak, ko vidiš, da ti napolniš dvorano in ljudje plačajo. Nisem se bil samo jaz, ampak zagotovo sem jaz osrednji lik, ne?
čakaj malo kurba, ti čakaj človek za tebe, ljudje zdaj plačujejo, človek si normalen. Ne? Pa ti moraš nekaj narediti. In pol vidiš, ko se zmeniš za nek sponzorski deal, pa neko ceno rečeš, ne? Aha, čak, halo. Ko jaz njemu vprašujem, koliko bi vi meni dal, pa kaj si ti normalen, ne? In ko si ti začneš ceniti, takrat te začnejo tudi drugi ceniti, ne? Ampak rabiš cajt, ne? Ni več tizga, veš, za promocijo, veš ti promocijo. To sem jaz 20 let nazaj, ne? Zdaj me zanima denar, ne promocija, ne? In ko ti vidiš to, da to gre, te influencerske zgodbe, sam to bi mogel malo več, očitno moš ti klicati ljudi, ali kak je s tem, ne? Ampak to se mi večkrat zelo fajn zgodi, ker jaz pač tako nekonvencionalno te reklame delam in od tega se kar dosti denarja naredi, ne? Sam bi, če bi hotel po tega živeti, bi mogel pa spet, ker to pol gre, to nekaj časa, pa ni, pa moraš spet, ampak se da. Jaz mislim, da sponzorja za podcast bi ti lahko imel. Veš kaj, se imam včasih, sam se mi pol ne da toliko s tem ukvarjati, pa ga pol imam raj nasplošno, da mu devam še na Facebook, pa mu devam na Instagram, ker na Facebooku sem jaz močen kot prasica. Tam imam jaz dometa, tam imam dometa ful. Tam sem očitno je moja generacija, ali kaj ne vem. Ne? In vidim, da se da in da bi lahko po moje, če bi se res odločil, pa vse stalo skenslal, jaz sem TV človek, to me ne jebe, ne? Jaz nisem YouTube človek, ne? Jaz nisem podcaster, jaz sem znana oseba, ki si je naredila podcast. Ne? Jaz nisem zaradi podcasta znam postal. Ne? Ampak po moje, če bi se res tega lotil in treba bi bil moj najbolj srečen, sem jim prej vprašala endgame, ne? Pa si pa res sam svoj šef. In od tega živiš. Pesta. Ja, samo moraš imeti res ekipo. Ja. Mene bi nikoli zmogli brez veš kaj, ekipe. fora je, mislim, veš kaj, jaz nor, ne? Jaz ful stvari sam naredim. Ne? Recimo, če to smem še reči, lansko leto, ko sem organiziral dobrodelni koncert za enega, ki ga je zdela Možganska kap, in sem pripeljal 50 glasbenikov. Odvodil vse, pa spromoviral vse. Delal sem sam. To dela 30 ljudi. To dela radio. Ne? Jaz sem samo eno žensko, ki je malo pri tehničnih stvarih pomagala. Vse ostalo sem naredil sam. In ko sem to naredil, sem rekel, istok. Si normalen. Pa ti lagore premikaš, pizda. Sam bi se mi mogli dati. Ko imaš pa ti radio, imaš uno, drugo, tretje, pa tudi sajta nimaš, ne? Ja. Pa si zmatran malo tudi, ne? Pa sobote, nedelje bi rad malo počival. Pa kaj pride, dakle, podcast, ne? Pa moraš iti, pa spet ne počivaš, ne? Se pravičujem. Okay. Ker te zjutraj povabim. Recimo, ne? Ja, tako za one, ki ne veste, to zdaj snemamo v soboto ob... Ej, se je res nehvaležno, sorry, v soboto, uno dopoldne. Jezus Krist, da se seksu ne bi, ker bi spal, ne? Tako da to pa tudi nisem zdaj žrtvoval. Je dobro, spanje je kar žrtvo. Ja, no to je resno. Sploh, če si star. Ja, sej, zato upam, da spoštujete, ne? Da sem prišel, ampak da sem prišel v tej uri. Ja, oboje v bistvu. To, hvala. Spoštujeva in ceniva. Ja. Hvala lepa. Veš, kaj me še zanima? A bi zase rekel, da si romantičen človek? Ful. Ja? Jaz sem preveč romantičen človek, pa preveč čustven sem, to me zadnje čase jebe. Ne vem, zakaj se mi to zgodilo, ker sem star, ne? Ful me ganejo stvari, ne? Pa zato, ker si zaljubljen, pa zato, ker imaš punco. Pa ja, to hočem zdaj reči, ne, veš, ne? Zjutraj, pizda, ko jaz odprem oči, pa ko prižgem telefon, pa je od nje sporočilo, ne? Imamo tak zdaj, da štejemo zdaj dneve, veš, ne? 205. dan, 210. dan, ne? To je ful dober, ne? In vsak zjutraj dobim ta njen dan, kurba, to je čisto, ne, veš, čisto, fuck, ne, pa vedno sem zdaj odgovorim, ne, in to je tako lepo, veš, ker v pravi ljubezni ni patetike, ne, ni patetike, vse je dovoljeno, vse je lepo, vse je romantično. Pa nič ni cringe, ne. Nič, ja. Ne, tisko pač to tako jemlje, le, njegov problem, ne, pa ko to objavim, pa te objave, veš, pa to, drugo, pa ne, da bi se ven metal, ki mi je fajn, ne, pa folk, ja, kva, misliš, da si edini zaljubljen, ne, kaj, ne, pač folk ima probleme, ampak ta romantičen del mi je všeč. Ne? In to, veš, kot je neki gane, ko, pa ne vem, sončni zahod, morje, Lent, pizda. Tam smo v bistvu uradno rekli, da od takrat 25. junij je bil to Michael Jacksonova smrt, pa dan državnosti, da dajmo takrat začeti šteti. In ko sem jaz to naslednji dan objavil na Facebook, ja, moj bog. To je pregorelo. Ampak je fajn, tako da ja, sem romantičen in mogoče celo preveč čustven, kar je pa lahko problem, ker te pa prizadane, ne? Bom rekel, beseda lahko te prizadane, ne? Nekaj, kak krek, ne? Ko te ne bi smel, če pa kurba, se imam trdo kožo z druge stvari, ampak ko se pa zaljubim, ko dam pa srce na pladen, tam je pa jeba.
tam me lahko pa zjebeš fejs. Superman je imel kriptonit, ne? Jaz imam pa ljubezen. Ja, Čak, Monika je ime, ne? Monika. Kaj pa ona je pa podobna, isto tako romantična? Ja, tudi. Čustvena. Tudi, ne, a veš, in tukaj, ampak je pravljica, ne. Zdaj po nekih 2 meseca podlage, bi se pa že mogli pokazati, da smo že med polizali, ne. To pa vse tako malo tudi ni, ne, zdaj bi rekli, ja, se, ko boš 20 let, ne, pusti 20 let, ne. Po 3 mesecih poližeš med, ne, Pa če gre to ti ni že to. kaj na živce Ne? že prej, menda. Seveda, ne, a veš, ne, in ugotoviš, tudi se skregamo, hvala Bogu, vse se mora, če se ne skregaš, to je bullshit, ne, ampak pomembno je, da vidiš, da te nekdo sreči, ne, ker lej, ko reče eden, nisem srečen, nisem srečna, to je klišejski bullshit. Srečen sem, kurba, to se mi pa zdi ful velika beseda, ne, ful kratka, da ti punca napiše, srečna sem. Tu več od tega ni. Zdaj sem se nekaj spomnila. Več Pa bom od kar tega ni. rekla. Kreč. Ej, kaj pa tukaj rabimo neki ljubice? Kaj, daj ti veš citat, ta Ja, njegov. Kaj ja, že? Ljubico moramo imeti? Ja? Zakaj moramo imeti ljubico? Bolj ti mogoče, veš, kaj si že Ja, rekel? to je moja zelo. Še zmer misliš to zdaj? No, Ker si zaljubljen? zdaj sem podam. Čeprav sem to izjavljal tudi, ko sem bil v zvezah, ampak očitno ne tako krasni, kot je ta. Da še enkrat povej ta kvot. Bom. Aha, Se ni kvot, malo je filozofija, ampak malo bom umilil, ker sem me pol na križ prebil, ker sem malo grobo rekel. Ampak govoril sem, zakaj je varanje ok. Ne? Zato, da preprečiš umore in samomore. Ne? Največ umorov, samomorov in nori se zgodi zaradi varanja. Ne? Zveš, da te kdo prevara, pa ga greš ubiti. Žal je tako. Ljudje so nori. Ne? Če pa ti preventivno, ne, varaš tudi sam, Glej, jaz sem rekel, vsaka zveza gre v kurac. Vsaka zveza gre v kurac. Žal. Ja. Vsaka zveza gre v kurac. Tako ali drugače. Ali pa umreš. Recimo, Ok. no, če umreš, to je drugo. v redu, Ne? okej, ja. Ne? In če ti nekoga prevaraš sam, pa zveš, da je on tebe, ga ne boš ubil, ker si bil sam tudi prasec. Pa okrokriti v žep. Ne? Ker si bil sam tudi prasec. In s tem preprečiš umore in samomore. To je bila takrat moja divja teorija, ne? Ampak zdaj bi jo pa popravil. Ne? Zdaj bi pa rekel, če pa spoznaš, pa ne zgrim za to, ker moram govoriti, ker bo ona verjetno to gledala, nima veze to, boli me kurac. Če pa spoznaš osebo, pri kateri pa varanje pizda res ni potrebno. Pa tudi, če bo ta šla na razen čez 2, 3, 4 leta, nima veze. Pa to odsvetujem. Pa ta moj drzni citat, po katerem sem postal znan pri nekih ljudeh, nepriljubljeno, odsvetujem in pravim, bodite zvesti in raje, tako sem prej rekel, vse stvari, vse norije, vse pizderije počnite za osebo, ki jo res ljubite. Ne? Ker lej, ni mojster tisk, ko jih pofuka 1000. Mojster je tisko eno pofuka 1000krat. In dober. Še posebej dober. Ja. A to se pravi, ti si vsako bivšo do zdaj prevaral? Končamo zdaj počasi. Ja, veš, Si lahko jaz prva. Ne, mislim, kaj Če te je sram. Ja, ne, ni me sram, samo kurva šla, da gledajo, pa ne vejo tega, ker jaz sem vele mojster, ne. Jaz znam skrit, ne, jaz sem mojster, ne. Tako šegi, dva z mi, ne. Na njej me dobiš, pa ti potem prepričaš, da me ni zvidela tam, ne. Veš, kaj ti bom rekel? Bila so obdobja, ko sem bil res zvest, pa ko enkrat zajebeš. Ne? Še naslednjo zvezo. Ne, razumeš? In moj odgovor, malo bi zavil v celofan, če smem. Ne? Velikokrat sem naredil to. Ja. Velikokrat sem zašel s poti, pa sem zvedel, da so tudi one bile iste. In si rekel, haha. Baj, da vas sem mislil, jebi se, pisati materna. Ne? In sem se tudi naučil, da bi to moje je bilo fukno skozi okno ven. Ne? Pa sem mislil, čakaj, se ti tudi prasec. Ne? In si rešil življenje. Sem rešil življenje in svoj zapor. Ne? Ja, iz tega je pa ta filozofija prišla. Ja, ne? Tako da ja, moj odgovor je, da sem bil te sorte, ne? Samo so bili vedno neki razlogi, ne? Zakaj se to zgodi, žal je tako. Ne? Res, da mogoče dovara, ker je pač prasec že po defaultu, ne? Pa ne zna biti zvest, ampak jaz mislim, da vedno. Ja, zagotovo ni svojo osebo, če jo varaš. A veš, ne? Ampak zdaj pa tu pizda pri Moniki, pa ne zdaj, da veš tist, ne, zdaj pa se to ne sme, jebeš to so pravila, ampak prvič, po moje prvič življenju bi po moje imel tak slabo vest,
da bi me ubil, ko bi me pogledala v oči pa rekla, srečen sem, rada te imam, po mojem bi crknil. In druga stvar, meni osebno je bilo ful podlo to pizda, ne? Zakaj, kurba, zdaj ti si šel z drugo, kreten, fukjen, ne? Če imaš pri svoji vse, si normalen. In sploh ne razmišljam več, da bi, veš, jaz merim tako malo lovc, ne? Pa ne namerno, vedno pač, če si pač fajn fant, da si puncam všeč in priješ v prostor in pa če si znan, lej, ne, kao vse jaz dobim pizda v privatke, gor dol, ampak zdaj me ne zmede več, ne. Me ne zmede, ker si mislim, ne, pa sem tudi malo starejši že, ne. Pa videl si tukaj enih jošk, pizda, če te tam vsaka zmedla. In si tudi malo starejši in pizda pri 51 letih, ona je od mene mlajša samo 3 leta, 48, tudi ona je dala nekaj skos, ne. In zdaj zajevo, kaj samski bom, pa je pri 70, pa da je pa pizda materno, ne. Jaz mislim, da je zdaj to. Jaz mislim, da tukaj zdaj časa za moje varalske teorije ni več, jih preklicujem, jemljem nazaj na javnem mestu tukaj, ne. Ne moš narediti zdaj viralnih posnetkov z tega spet, da moraš ubiti nekoga ali kaj nekaj, ne, jaz bom točno tu dala posnetek, da preklicuješ. Preklicujem, ker je bila to zelo nespametna izjava za pare, ki se res ljubijo. Ne? Sej unite po mojem niso resno jemali. Upam, da ne. Ker zdaj si upam trditi, da mogoče pa kakšna zveza kdaj pa vendarle ne gre v kurac, če je prava. Če pa gre, je bila pa do tistega trenutka tako čudovita, da tudi če gre, ni nobene panike. Je tu edina taka zveza, ki bi zdaj rekel, da si pa res zaljubljen? Sem že bil zaljubljen. Ne, sem že bil zaljubljen, ampak tokrat pa res ne vem, kaj se dogaja, mi pizda, da sem pa še bolj, kot sem bil. Ne? In da ti pri 51 letih tudi v seksu, ne da odkriješ nove stvari, ampak da stvari, ki si jih že znal, nadgradiš, kurba, to pa, stari moj, to pa nisem pričakoval več, ne? Ker nekaj ženje smo pa vsem dali skos, ne, v življenju. Ampak očitno je to neka sorodna duša, neka punca, ki se je zgodila in jaz res, ne bom rekel upam, enostavno tako mora biti, ne? Da to ustane. Ne? In da se tudi zapre gobce vsem tem Metnjakovičem, ne, javi se, ko bo 10 let, ja, se ti bom javil, se boš videl. A si jih zapisuješ nekam? Ne, pač ne, mislim, jebite se. Ful mi je lepo, zadnje čase sem slišala ful takih zgodb, pa ne starejših ljudi, ampak starejših od mene, ki so tako čist paf, ki jih je tako od nekje pri 50-ih zadela ljubezen, pač moja soseda ima isti tatu kot svoj fant, spoznala sta se 45, sta bila stara, mim lokala ena druga in imata na obeh rokih, na obeh členkih iste črke v istih runah napisane. In pač tu jih je taka ljubezen zadela in skus mi to govorite in pač pa mi vrnete malo upanje vi. Ja, ne. Človek že misel, ko rečejo, veš, kaj je že on rekel, po 30 bomo itak crkali. Ne, v ljubezen ne smeš prenekati verjeti. Jaz sem zdaj bil prvič, med eno drugom, sem bil prvič 2 leti skoro samski. Jaz sem bil punco en teden kasneje. Ne vem, kaj je to bilo z menoj, jaz nisem bil nikoli sam. Zdaj sem bil pa sam 1 leto, pa pol skoraj, do 2 leti. In sem že tudi malo bupal vmes, ne. Zdaj, on pač sam očitno imel neke flirte, bolj me kura, to ni za mene, kurva, je prišla Monika. Kako ste se pa spoznala? Na Facebooku, ne. Res? Kako pa tu? Kaj ti je s njej pisal? Ona mi je pisala. Pazi, jaz nek zapis objavil, jaz večkrat objavim take provokativne zapise. Očitno je neki zagrablo in ona meni privat piše, nekaj v takem smislu, ja, in tak pravih moških ni več, ne? Sem smislu povedal, ti videla, zdaj, kva ti govoriš, ni pravih moških, ti videla, vizda. In takrat naprej se pisanje med nama ni nehalo. Še vedno traja. Iz kje pa je ona? Čakaj, 15 minut iz Cela. Proti Šempetru. A se boste skupaj preselila? To je tudi ideja. Zaročila smo se že. Opala. Ne spremaš medijev, pa nič. To se je bilo. Pa bolj hitro sta se zaročila. Ja, kot je poroka, je bilo to skvar. Delamo, mislim, imamo plane, ne, ampak se ne mudi, veš. Nočem zdaj neki, ker je pa treba, smo pa pazi, skupaj smo pa vsak dan. To mi je tudi nenavadno. Jaz sem vedno punce za vikend. Čez teden sem bil fraj, ker sem imel svoje stvari. Tukaj pa, ker ratam tak čuden, da je ne vidim, ne. In ona isto, ne. Pa se pa hecama, ne vem, sem bil včeraj pri njej.
Ja, že 3 mesece te ni bilo, pri meni že lučka gori, moraš malo priti, ne, in pa se režima, ne, veš, ne. A pa ne vem, seksama, to pa res ni bilo dolg, ne, da pa še pol leta meni, da se nismo videli. Le, ful je dober, no. In res skoraj vsak dan, pa ne skoraj, ja, da nisem nazadnje bil z njo, ne. Tako da mogoče je res to, da se preselimo še pol, pa poročimo, ne, če bo tako naneslo, da dejansko še to pol to naredimo. In prvič, po moje, nimam problemov, rekel, ne, pa fuck, stari, pa ne moreš vsak dan se z njo videti, pa ti boš imeti malo časa še za sebe, pa to, ne. Ne, nisem zdaj skupaj se hodimo, sem pa tja gor dol, ampak nimam problema vsak dan z njo biti, no. Kako se pa znajdete s svojo medijsko izpostavljenostjo? Je ona isto taka oseba? Ne, v bistvu je ona, prednje bila z mano, imela 3 selfije na Facebooku, ne. Zdaj pač jaz objavljam, slikam, ker sem pač fukjen, ne. Se je navadila, ne, in imela smo tudi par res takih zanimivih for tudi na Facebooku, da se je pa tudi njo kar dosti konkretno spoznali. Lansko leto, ne, če ste to kaj spremljali, bazen je bil, ne, ko smo objavila, na morju smo bila, ki smo bila v Poreču ali v Umagu, in en dan je na bazenu bila neka, kot da je zaprt, nekaj, da je pridem, nekaj posnel, ne. Ti bo sam tih, jaz sem pa nekaj snemo, ne. Pa sem rekel, da so pa zaprli bazen, ker smo mi dva neki, pa nisem pet točno kaj. In folk je znorel, ne. Pa kaj si vi greta? Seksata v bazenu, pa kaj vi mislite, dokaj sta znana? Kako pa se to? Sem rekel, da pa gremo malje, pa tok nazaj, ne. In objavim drug video, da smo dobila kazen. 700 € za nečednosti, ne. In spet folk, prav ti je, pizdati maternak, kaj pa sto, kaj pa to? In jaz sem se poscala od smeka, sem rekel, gremo naprej. 3. video, nimam 700 €, pomagajte mi, ne vem, ki ne plačam kazen, čaka me zapor na Hrvaškem, pa jaz, ko sem taka zvezda, ne morem Folk je znorel, folk mi je začel denar nakazovati, pazi. Folk mi je začel nakazovati denar, kam ti lahko to gor, 3, ko sem imel mojo številko, pa sem nazaj dal, seveda, ne, sem rekel, pa vi ste fukeni. 4. video je bil pa, nategnala smo vas, pizda vam materna, preklete budale glupe, ne? In ful dobro ste se pokazali, celo prijatelji, ko ste me napadali, kva se grem, in niste štega, da vas jebem v glavo. In pa je bilo to v medijih, vse posod. Ampak pazi, to je bil tako dober test. Kako je folk zabit, pizda, kako rata jezen, ne? Kako začnejo grdo pisati, tisti, ko so štekali, so malo bili doma, ne meni ni vedel, ker ona je bila vrhunska, bila skozi tih. Ja. No, poglejte, joka se ne. Kaj ne naredim, ne? Ki ne vem 700 €. Vse sem dal za morje, fuck. Ja, ti neka zvezda, nimaš tega denarja, pekaj ti klošar. Točno sem vedel, kaj bojo rekli. Ampak jaz sem se poscal od smeha. Ampak pa to so bili, to je bilo 200, 300 tisoč ogledov, imel vsak dan. So bili viralni hiti. Na Facebooku je to bilo. Mija sma crknila. Ne? Pa tudi podcast sem posnel z njo, z Moniko in Istokom v posteli. Ležimo v posli in se pogovarjamo in je bilo ful dober. Pa nismo več naprej, ker sem mislim, da pretirava z njo ne smem, to, ki pa se ne smem izpostavljati. Razumeš, ampak hočem reči... Te je strah, da bo ona večja zvezda postala, kot ti ne? Ja, bi se znala zgoditi. Bi se znala zgoditi, ne? A veš, ampak hočem reči, vesel sem, no, da nima težav, da jo slikam, da jo objavim, ne? Dobro, jaz sem si tak na vseh slikah všeč, ne? Jaz sem, pač imam v glavi, da sem na vseh slikah fajn. Ženske pa niso, ne? V svojih glavah, ne? Daj to ne objavi, daj uno, ok, v redu, ne? Ampak to pač jaz objavljam večino stvari in ne zdaj, da je hrepeniza, slabo, ne, boli to bi bilo boljš njej, če ne, ampak se je pa navadila, ker pač ve, da sem jaz znan in da kamorkoli Mija pridema, skozi se nekaj dogaja, ne, kar je zoprno znal včasih biti, ampak se je navadila in sprejela in ravno znam smo bila na koncertu, ko je Vilja Resnika, je vstal koncert. Skupino. Stop. Vete vi, kdo je tu? Istok fucking Gartner. On mene šimfa, pizda mu mat. Folk je gledal, kaj ta dela gor, ne? In je to, na mestu je bilo koncert, je 10 minut to bilo pizda pol, ne? Pa je bil prav res bil jezen? Zebal se. Aha, okay. Veš, in je takle glavo, takle dala dol, sniku, pa je pa njo poklical gor, pa smo skupaj pol pel. V glavnem, take stvari so, ampak žal je pač to sestavni del, če imaš pač nekoga, ki je v medijih, moraš to sprejeti. Meni bi se zdela ful zanimiva epizoda, če bi tudi Ana prišla, recimo. Se ti ne bi zdela to? To mu spustili, ne. Ne bi prišla, ja, ne? Jaz sem prav razmišljala. Jaz bi rekel, da ne, ampak dobro, pustimo. Ti bi rekel, da ne. Ja. Zakaj pa ti? Mislim, ne bi rekel, ne bi prepovedal, ne? Ampak ona ne bi bila za, ker pa v bistvu so pa vsem, veš, to take teme, pa ima otroke 3, ne, odprej. In veš, to pa vse mogoče ni, ker tudi podcast, ko smo ga imela, to je bilo malo na meji, so kar začeli šimfati, pa ni bilo nič spornega. Ampak sem rekel, da ima mi dva raj mogoče
malo langzam, ne, da ne boš pa res ti bo rekel, kaj zdaj ti tukaj Bom greš. sem Ne. jaz o seksu, Ja, ti pa tako. tiho bo. Tako. Je pa uživa pa, ker tudi par video smešnih posnameva, pa tudi, ko sem kakšne reklame s njo zraven vključil, tako da ne, je, vse fajn. Kaj pa ti bi imel svoje otroke, ali nisi? Veš, to je pa zdaj ta debata bila, ker sem s prvo punco dolgo, ko smo znali 10 let, jih ni hotla imeti. In se je pa poročila z drugim, kasneje pa tudi jih ni imela. In mislim, da sem jaz takrat zamudil ta optimalni čas za otroke. Ne vem, kaj tako razmišljam to zdaj. Pa je bila druga punca, sem se preč kregal z njo, tam bila dolg skupaj, ampak sem vedel, da otrok bo napaka. Pa tretja punca, tudi nekako pizda, sem se malo izogibal temu, tu zdaj pa že skoraj malo prestari. Sej biološko jih še lahko ima, ne? Ampak ki si vzel umislila, pizda še enega otroka, veš, da se nam zmeša. Pizda, ne? In nisem imel nikoli neke take, pa ne, po mojem jaz bil ful fajni ati. Jaz imam čutil, da je bil vrhunski ati, imam mlajšega brata, imam pa vedno pse male, ne? Ki so pa moji otroci. Ampak lahko mi je kdaj žal. Lahko mi je kdaj žal. Ampak zaenkrat, mogoče me je tu zdaj parkrat se pol hecam z Moniko, pa rečem, da bi imel detece, ne? Jo, detece. No, dede isto, pizda, ker si nor, ne? Da resno govoriš, ne, se ne. A veš, mogoče me tu zagrablo parkrat, sam vem, da v tej situaciji tu to ne bi bilo glih najbolj pametno. No? Kako se pa z njenimi otroci razumeš? Ful v redu. Ja. Koliko so stari, lahko poveš? Ja, ne, mislim, ena je, mislim, 27, ena 23. Ja, ena pa mičke mlajša, vem, da 14, ampak so ščirke so vse 3. Pa ti si predstavljaj pismo, da ti pride mama domov pa reče, ti veš, s kom sem pa jaz zdaj. Ja, sej so bile fore, ker so me poznale odprej. Ene iz TikToka, ene iz televizije, ene tam. So bile kar lušne zgodbe. Ne, se pravi, veš kaj, mislim, jaz sem tak, jaz sem faca, ne, jaz znam se prilagoditi, znam to. Sej one, mislim, niso bili skupaj, te dve sta tako že odrasle, razumeš, ta mlajša pride, razumeš, in smo cool in to je fajn, ne? Ker to je pomembno, ne? Da se ti razumeš, to ni slabo. Ne? Tak, da, ja. Ok, ful dobro. Ja. Mislim. Ja? Mislim, torej sem. Ja? Ti si enkrat rekel, da imaš kakor prekletstvo, da tvoje zveze do 10 let pa pač gre nekaj narazen. A misliš, da se zdaj to prekletstvo, da se je končalo? Ja, to v 10 letih videl, oziroma 7, 8 ali 9 letih. Veš, kaj je moj problem? Sam zdaj smo že tudi toliko starejši, da mogoče to malo bolj spoštujejo ljudje. Moj problem je bil po moje v tem, jaz nisem bil nikoli človek, na katerega se ti lahko zaneseš, da boš imel familijo, otroke, pa da boš nekaj z njim ustvaril, nek topel dom. Ne? Ker jaz sem iz nas na jutri. Ti se imaš lahko z mano čudovito. To jaz upam podpisati. Z mano se lahko ima ženska nenormalno fajn. Ampak, ko bo pa rekla, veš, zdaj je imela pa jaz hišo, ne? Zdaj bo treba pa našparati, ne vem, 50.000 evrov, ne? Pa 2 otroka mu zdaj imeli, kurba, čakaj, ima sem zdaj mi pa tetle posel, zdaj bolj, ne bom videl, ne vem, ker jaz sem skozi v medijih že 100 let. In včasih denar je, včasih ga pa ni. Ne? In to ni zanesljivost. Ne? In ženske, ki so si hotele ustvariti družino, dom, karkoli, so tukaj imele dejansko z mano težave. To jaz vem. To je zelo dobra samorefleksija, samokritika, s katero nimam težav. In žal je pač tako. Ne? Ampak so pa pol, nekateri, ko smo se pol srečali čez leta, rekla, pizda mater, pa veš, da mi je žal, da smo šli na razen. Zdaj pa jaz svoj denar imam to, kaj sem to takrat tako buta zgledala. Ne? Pa veš, da pa ni bilo s tabo slabo, so bili pol drugi ful slabši. Pa to ti pravim. Ne? Ampak ne, tukaj zdaj ne, je pa, tu pa ne bo tega problema, ker tudi ona ima, kar ima, ne? Ni od včeraj, tukaj pa ni, da si moramo pa ustvariti skupni topel dom, pa to. In tudi zato sem rekel, ne? Ker zdaj je tak nek trend, da moraš imeti mlajšo punco. Glih sem hotela reči, ja, mlajšo punco z napeto kožo, ne? Staro 20 let, neko, pa vi ste fukini. Tebi vi ste fukini. Ne? Ti si najti za zrelo žensko, odraslo žensko, primerno tvojim letom, s katero boš res užival, ki bo intelektualno pizda na nivoju tvojem, ne? Ki ne bo pizda prišla domov, pa ti bo začela že težiti prvi teden z otrokom, ne? A veš, ne? Pa ko imela neke stvari, ki tebi sploh ne bojo pasale. Ne? Ali pa ko bo v srednjo šolo hodila. Celo to, ne? A veš, ne? Tomaž Gorec, vem, da je norna, ta mlade, bolj kot mlada, boljši je, ne? Tomaž živijo. No, a veš, in neko prav, ne zdaj namerno, da se zgodi z mlajšo ljubezen, tudi ne, ampak vsem primernih let, ampak neko ne, pizda, jaz moram imeti zrelo žensko. In tu bo moja sreča. In tu se nisem zmotil. In vidim, da sem
Se pravi, zdaj, če bi bila ona zdaj mlajša, pa bi se z njo poštekal, isto bi bil z njo, ne zdaj 25, ne, da je bila pač ne, 35. Ne. In ni poanta, to imajo pa ženske, ne, v glavi napačno mnenje, ne. Ja, veš, pa leta prinesejo že gube, pa čakaj malo, pa mi tega sploh ne vidimo. Moški, ki je zaljubljen, ki je nor na svojo žensko, ne vidi celulita, ne vidi kakšne strije, ne vidi gube, nič ne vidi. Nič ne vidi, ker nima kaj to videti, pizda. Pa ne, ker je tema, sred dneva to ne vidi, pizda. Ker nima kaj videti in ženska isto. Viš, da moje telo pri 51, tako kot je od enega bilderčka pri 20, ja ni, pizda, ne. Ja ni, ne. Ampak ko si slečeš, kako si mi lep, kako si mi lep. A tu sem se zmer sprašvala, če potem, ko se staraš, Ja? so nekmu normalnemu moškemu isto stare ženske všeč, kot je on. Specifika je to, veš. Eni znorijo, Ali ti vedno ostane 18-letnica najbolj seksi? eni znorijo, pa vsekajo po mladih. Sviš, ko si nadejo pol starejši moški, mlade ljubice, mlade ženske, pa jim je žena rata grda, ne? Se zgodi, ampak to ni prava stvar, to ni prava ljubezen, to ni prava predanost. Postarati se z nekom, ne, ki ti je bil lep v mladosti, rečma, ne, kurba, če ti ne bo lep v starosti, pa si res bedak, ne. Pa se tudi ti nisi več izklesan, se ni vsak Brad Pitt pa Tom Cruise pizda, ko sta zamrznjena v času, ne, pa da Brad Pitt malce dol pri 63, pa rečeš, kva, si fuken pizda, ne, dej, ubled se nazaj, pa kurba, ko mu si jezni, ne, in ni to poanta, ne, tudi moškem začne viseti, ono, drugo, tretji, četrto, pa reka, ha, kakšen pa si, ne. Res pa je šit, kar pa je problem, če se človek zapusti. Pa ne govorimo zdaj o kilogramih. Vsak skozi leta imaš obdobja, ko si bolj v krogu, manj v krogu, govorimo o urejenosti. Ne? Ko se začne pa tukaj ljudem jebati, to pa lahko nastane problem. Ne vem, ženska... Tudi da doma nisi urejen, veš, misliš, tu misliš. Ne? Pa ne, nasplošno tudi, veš. Aha, Ne? Pa ne vem, skozi v trenirki, nikoli več našminkana, nikoli ne vem, z urejeno frizuro, da je vse en. Pa tudi, ko ne vem, ko gre ta nekam na lepše, ne? Pizda, ne? Ali pa ne vem, da nič več ne da na to. Moški pa isto, ne vem, pivski treboh, gleda fuzbal, boli ga kurac, ja kurva, ne, zdaj, či boš pa te tak privlačen, ta se pa začne problem, ne. Tukaj pa vse je morda, pa pustimo kilograme, ne govorim o kilogramih, govorim o urejenosti in o tem, da ti ohraniš to energijo, da želiš biti partnerju še vedno seksi, ne, pa ga presenetiti z nekimi forami, ne. Tu pa leta ne igrajo vloge in razne gubice in to je poanta, pizda. Vsaka guba ima svojo zgodbo, ne? Vsaka guba ima svoj sistem, vsaka guba ima svojo izkušnjo. In tako sem rekel, ženske drage, moški, ki te ljubi, ne bo gledal neč, on bo skočil na tebe, se vam bo utrgal, mu boš lepa, mu boš fajna, ja, škratka imaš pa ti tule. Tisti, ki pa to delajo, so pa butli, ne? Mladi imajo pa dolgi jezik pri te body shaming pofukam, ko mi gre ful na jedra, ne? Razumeš? In vidim, in to ljudi užališ, ne? Ampak glej, vsaka ženska bo najdla nekoga, ki jo bo ljubil, pa vsak moški naj bi najdel tudi punco, ki ga bo ljubila in takrat napake, na rekovajih, zginejo. Vsakrat je simpatičen, vsakrat je luškan, da je skak par gledaš, ne, pa ko leta ta dva, pa kaka pa sta, kaj govoriš bedarije, pizda? Se ne veš, kaj pa če pizda, ne? Pa jih pogledaš malo bolj, pa čakaj, pa se pa niso tako napačno. Ali pa jih spoznaš, pa ti ratajo lepi. Pa ti ratajo seksi, pa lušni, pa lepi. Tako da to, tukaj punce narobe gledajo velikokrat, da so obremenjene s tem svojim telesom. Ne? Skozi leta, pa ko rodi ženska, zadeve se spremenijo. Ne mora biti tako telo kot pred 20 letih. Razen če greš na plastične operacije, pa si na koncu pizda, nisi več ti, si pa rataš robot pa lutka. Ne? Ja. Ja? Meni se zdiš zelo dober sogovornik. Hvala. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pa zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Zdaj imamo pa eno zgodbico, ki jo bomo prebrali in bi radi, da jo pokomentiraš. Bomo skupaj pokomentirali. Kaže, meni se zdi, da je ena dobra. Ja, se res, bom jaz prebrala. Zgodbica. Ja, mi da imamo segment, ki se imenuje Sara in Lucija pametujeta, featuring Istok Gartner. In potem imamo, da se kaj naučiš novega. Kaj tudi naslov preberemo? Pa lahko, ja. Okay.
Mislim, da sem 6 let uporabljal dildo, ki je replika penisa od mojega atija. Sem moški, 19 let. Pred 6 leti mi je umrla mami. Star sem bil 13 let in po njeni smrti me je oče prosil, da grem čez njene stvari in presortiram, kaj je za stran in kaj je smiselno obdržati. Njemu je bilo pretežko, da bi se ukvarjal s tem. Mami in ati sta imela že od nekdaj ločene spalnice in oba sta bila horderja, tako da je bilo res veliko stvari za pregledati. V eni škatli sem takrat našel živo zelen neonski dildo. Prosim, ne me obsojati, ampak bil sem star 13 let, bil sem horni in tako sem vzel ta dildo. Od takrat naprej je to moja go-to igračka za analne igre. Uporabljam jo že toliko časa, da sem skoraj pozabil, kje sem jo dobil. No, prejšnji teden je umrl moj ati. Ko sem sortiral njegove strani, sem našel Clona Willy kit, torej model za narest repliko penisa. Ni mi takoj kliknilo, ampak sem ga malo bolje pogledal, sem opazil, da je slika končnega izdelka enako živo-zelene neonske barve, kot dildo, ki sem ga našel pri mami in uporabljal 6 let. Ne vem, kaj naj naredim in ne vem, kako naj se počutim. Ej, kaj tu resnična zgodba? Tu ti je nekdo napisal? Ne, pa resnična zgodba. Ok. Zdaj, to je za doktor Vodeba, je to tema, ne? On bi na to temo verjetno veliko povedal. Jaz ne vem, kaj naj rečem. A jebi ga! Zdaj, kaj češ pa zdaj? On je, če prav razumem, ne? Veš, kaj je ta kit Clona Willy? Ne. To je en taka tubica je in noter je silikon in ti si ga gor na erekcijskega daš in silikon noter liješ. Pa če jaz prav razumem, on se je dejansko poril s tem penisom, ki je bil dejansko replika penisa njegovega očeta, torej dejansko na nek način ves čas njegov oče bil v njemu. Ne? Plus uporabljajo igračko, ki jo je prej uporabljala njegova mami. Mogoče ne smemo pozabiti. To ni tako strašno. Dobro, to ni tako strašno. Ja, bolj je pač strašen ta koncept tega, da točno penis v točno taki obliki, kot v resnici je šel v njega. Zdaj še huj bi bilo, če bi ga lasten ata nategnil. Ne? To bi bilo še huje. Absolutno, ja. To je bilo, če smo že tam. Sploh, če ima neonsko zelen penis. Ja, recimo, ne? Če smo že na tem, ne? Ampak dejstvo pa je, da če ni nobenemu škodo s tem, ne? In če je celo užival, ne? In če je ta penis imenoval ati, morda celo, ne? Okay. Recimo, ne? Tukaj je kasneje. Ko je zvedel, ne? Zdaj, če ima travme, zaradi tega jaz ne vem, ne? Kdo je ta fant, ja, če nas gleda, mogoče, ne? Ampak je zanimivo, ampak lej, v življenju se vse zgodi, ne? Tudi replike očetovih penisov v lastni riti. In ja, podpiram. Tako rečeš, se kar sliši čudno. Podpiram unikatnost, podpiram fantazije, podpiram domišljije, ne? In dokler ni zlorabe s pravim penisom, če ta fant to potrebuje, ne? Pa če on ni vedel. Je pa zdaj ve, ne? Ja, zdaj ga po mojem več ne uporablja. Ja, zdaj ga še bolj. Zdaj ga še bolj, pač, kaj ti ne rečem, lepo gumno naprej, ne? Je pa fucked up, ne? Je pa fucked up. Jaz rečem, malo je čudno, ampak se je pa tudi vseeno, kakšen je penis, kaj, ali pa če vi se skorenjam, itak je vseeno. Pa jaz se kaj pa, če kupiš dildo v trgovini, pa je ta dildo po naključju glih iste oblike, kot od tvojega atija penis, pa ne veš, pa to uporabljaš. Ja, sem tudi pa prav res enak bil, ne? Tu je malo frik, ja. Je malo frik, ja. Ampak, je malo fucked up. Lej, vsi želujejo na svoj način. To je pa res, ja. S fotrovim penisom. Ne vede. Ja, okej. Mogoče zdaj lahko vede, če želi. Ja, ful dober. Ja, mislim, da se nima kaj sekirati zdaj, ker kar je bilo, ja, spremeniti pri preteklosti ne moreš, nič nisi naredil v resnici slabega, narobe, bil si star 13 let, ko si ta dildo vzel, pač, it's fine. Ja, dejansko. Ja, kako boš rekel? Ja, dejansko. Ja, mislim. Dokler ni pravi oče, je vse ok. Zdaj lahko edino sprejmeš odločitev, da ga ne uporabljaš več naprej, pa da kakšno drugo obliko penisa. To je škoda, ker ne more stvar se prah nabirati. Ne? On mora to početi. A veš, kaj po vseh teh letih je mogoče že čez za novo igračko dobi. Ali pa tudi to, ja. Kloniraš lahko kakšnega drugega. Svojega, recimo. To bi bilo zanimivo. Ali pa prijateljevega. Opa. Ne, pa prijateljevega tu ima gej. Ne, sam svojega si predstavljaš. Ti predstavljaš si, da se svojim. Oh my god. Ej, to je pa game changer. Da si se vedno sprašval, kako bi bilo, ne? Ja, ful sem se sprašval. To pa prav moški lahko. To je pa dejansko another level, ja? A ne? Bravo. Respekt. To pa nisem nikoli pomislila. Zdaj se pravi, veš, kaj boš Janu doma. Najprej mu poližeš pa z duho, ja. Pol mu kloniraš penis, ja. Pol mu ga daš pa urit. Ne, sam si ga mora dati. A ja, se res. Ona pa mora gledati. Opa. Je bil pa tvoj Jan gost v moji vdaji Gatnerjev bordel, to veš? Vem, ja.
Ja, in je bil zelo fajn. Ja, tudi on je rekel zate, da... Igral je komad, naredila smo komad v živo, eden zajebanski. Fajn fant. Zelo čeden fant, zelo dober pevec. In ko sem videl, da je z njo, sem bil zelo vesel. Da sta čudovit par, ja, brez evancije. Vsi ste se na erotičnem sejmu spoznali. Ja, on ima tudi izkušnje tako z erotiko, če je bil tam. Seveda. Ja, veš, koliko te poslušal moje predavanje v BDSM, če se tam nekaj naučil. Pizda, če se ni nikjer. Pa pol kasneje. Ja, je, fajn fant, ja. Jaz ga še nisem spoznala. No, jaz sem ga. Ja, bomo mogli nekaj zrihtati. Ja, bomo mogli zrihtati. Spoznanje. Prišla boš v njegov studio in boš nekaj zapela. Bravo. Ja, počnel. Ja. Pa imel bo svoj dildo svojega penisa v riti noter. Moj? Ne, v njegovi, pa boš kako lepo pel. Visoke tone. Moj. Sorry. Bee Gees, Staying Alive. Ok, sorry, se pravičujem. Zdaj smo nažalost že pri koncu, ampak imamo še nekaj. Prej smo taki resni bili, zdaj se pa zabavamo, pa konc, ne. Samo to, da še vprašam, predem vprašam, smo preresni mi? Mislim, smo preresni? Ne, mislim, da smo super. Sam viralnih hitov pa nimamo. Jaz mislim, da bo ta epizoda ful gledana, ker so ljudje nas ful prosili, da ti prideš. Preresni smo, veš. Ne, se ne strinjam. Pa se pa zdi, da si v eni čist novi luči se pokazal. Ja, pa je to vrejo za rating, Ja. Ker s tem penisom smo pa bili na tisti stari poziciji. Tu pri nas sploh več tukaj ne pali. Ne. Pa ti mi spustimo nekaj. Zakaj šlataš tako, da klitoris spremaš? Evo, to je to mal viralci. Dobro vprašanje. Ja, mal viralci. Tako se drži. A zdaj boš ti na šopo ene par viralnih glej, kaj dela. Da si hecamo še malo. Se mi zdelo. Kaj sem govorila? Ni, v tetih dildotih. Preden sem tu. Ja, okej. Ja, glej, tle imamo še Never Have I Ever, tako da imaš priložnost še za kakšno. A si se kdaj igral Never Have I Ever? Ne, še intimni kotiček imamo. Ja, bravo. Kaj ta Never Have, če nisem nikoli to storil, ali kaj? Ja. Aha, no da vidimo. Ne, najprej imamo intimni kotiček, da skoraj bi pozabila. Kaj pa tam delamo? Jaz ti predstavljamo ene igračke, ki smo jih me probale. Jaz imam vibrator za uhlačke. Kaj? Vibrator za uhlačke. Ej, drugače, sorry, prije nadaljuješ. A uporabljaš kaj igračke? Ja. Kakšne? Veš kaj, ponavadi so kakšni dildoti, pa veš kaj je problem? Zdaj po tej zgodbi, ko smo jo ja, no, mislim, ne, veš kaj šit teh igračk, crknejo in pol ne delajo več, ne? Se jih napolniš? Ne, ker crknejo. A se baterija oksidira. Ne, zgleda. A ja, imaš na baterije? In na baterije, določene stvari, ampak te ti dildoti, ko imajo tak fajn fil, te so kar lušna zgodba. Te, ko zelo kažeš, ne, to pa v bistvu nismo kaj dosti prakticirali, ker nisem nikoli že to kupovati. Tako da mogoče pa me boš zdaj navdušila, da vidim, kaj boš zdaj povedala to. Tu daš tako na hlačke. Ja. Ta je malo bolj enostavna verzija, kot vse, ki jih že poznate od Satisfyerja in ki imajo na aplikacijo. Ta nima na aplikacijo, ima samo daljinček, ki lovi na 15 metrov in tu si da tako ženska na hlačke in si hlačke obleče. Aha. In potem moški tu upravlja. To je ta fora. Ja. Koliko daleč pa dela? 15 metrov. Približno. Ja, mora biti to je pa škoda. Ja, ne. Uneka imaš na aplikacijo, greš lahko kamorkoli, ne. Te pa ne. Ti si fajn. Jaz imam edino eno pomanjkljivost te igračke in sicer glasna je za javnost. Te prižgi. Ja, face glasna. Ja, to bi se čul, jele? To bi se face čul. Ja. To je fajn, greš kako restauracijo, kaj takega, pa da začne to delati, je ful dobra fora, ne? Absolutno se slišiš. Ja, neko da ti telefon zvoni. Ja, tako konstantno v restauraciji, da mi zvoni telefon. Da drži ta na vidro, ne? Ta je malo glasna. Jaz bi rekla, da je tale za doma. Jaz s tem ne bi šla ven. Doma, eno kopalnici, eno sobi, ne vem, kako se boste zmenili. Ali pa reš na sprehod v gost. Ja, recimo. Ali pa na koncert, kakšen ful glasen. Tu bi še šlo. Ker v gozdu lahko ptiče zmotiš, ne? Pa te pa napadejo tisti, ko to zagovarjajo. Ne? Ja, ali pa tu poleti v diskača, veš, ker ljudje še to delajo. Drugač cool je malo bolj nežna, kukor Panty Rebel. Panty Rebel bolj močno vibrira. Ta ima nežnejše vibracije, vodoodporen je, daljinček ni vodoodporen. Jaz pač, meni je to ful pomanjkljivost, da če je že glih igračka, ki se jo namen uporablja v javnosti, bi jaz si želela, da je tiho ta igrača. Če je glasnejša in manj močna od Panty Rebel, bolj Panty Rebel boljša. Tako, ja, je sicer tudi cenejša, tako da je pač čisto dobra izbira za nekoga, ki bi tu hotel doma sprobati. Lahko prime mesto? Ni pa za it. Ni, za it. Ja, za it v knjižnico s tem pa tako, ne? Najprej moraš tam tiščati.
Po mojem mora... Ja, Ne, evo. Kako se ti zdi močna? ni neki, ne? Ja, pa ni slabo, veš. Glasna pa je. Glasna pa je, ja. In to pa daš hlačke pa gor. Realno lahko bi tudi moški uporabljal, pač pa bi presredek stimulirali. Ja, bravo. Ja. Ali pa kakšni te obročki za penis, ki vibrirajo, pa si ga pa lahko nadol obrneš, da na modih Bravo. vibrira, veš, pa se pa lahko... Veš, kak je kun morski list. Ja, res. Ja. Pa se pa... Ja. Fajn. V redu. Lej. Kako se je v glasu zdaj? Sej, no, tako tu se pa naredi, če Ja. se usedeš na leseno klop ali pa kaj, ne? Aha. Tu se pol slišiš, tako v knjižnici ali pa nekaj. To je pa Kar je kar slabo. Okay. Ok, Okay. tu je moja ocena 5 od 10. Ne bi je več uporabljala, ampak je pa poceni, na pičpa.si, skoda med nama 10. Ja, eni imajo pa ful radi, da nekaj sprobajo, pa dajo Ja. manj denarja, da vidijo, če jim je gušt, pa dajo pol 100 evrov za uno kalovi na drugem koncu sveta. Tako je tiho. Fair. Ja, Ja. pa kaj tiha. Ja, Penti Rebel ne lovi na drug konc sveta, sam to. Mogoče, če bo kdo se za tizga odločil zaradi tega, ker bo lovil, moraš od vse ti stvarja vzeti. Ja. Ok. Kaj pa ti? O, Madonna. Jaz imam pa Jezus. najmanjšo igračko do zdaj. Najmanjša igračka na svetu. Ja, res, ja. Pač, tako bi bila Cute luštkana. drugač. To je taka mehna račkica, Detece. ki jo daš lahko na prst, to je kaj en prstanček v resnici, Ja. pa niti na prst mi ne gre. Oh moj bog. Meni je bila zanimiva, hotela sem Ja. jo probati, ker je bila tako res hecna. Pa sem bila tako, ali me bo presenetila, pa bo dobra, ali pa bo pač tako, kot zgleda, nič posebnega. In je bila tako, kot zgleda, nič posebnega, nažalost. Čist premalo močna je. Tudi ta oblika je Kaj je to sploh? pa taka Račka. račkica, Kaj vibratorček. A je vibratorček. Na prstni, ne? Da ga imaš na prst nataknjenega Ja. in pol tu vibrira zdraven, kadar ti daš roke kamorkoli, ne? Je ful Aha. tih, ampak so čist preveč, a te zanima. Ja. Čisto preveč voh vibracije. Na Ne mezinček, vem, na mezinček. mislim, A bo pa razočaral takle me si je. daš pa. Ja. Ali pa moški, ne, ki pač žensko Ja. se dotikaš, pa imaš še tu gor. Sam kao res za ne trese, dodatek. ne vem kako. Ne. Pač res, mislim, veš, res je mehna, pa razumem. Sam po drugi strani so pa tudi kakšni na prstni vibratorji ful mehni, pa so ful močni. Ja. Tako da ta... Viš, teh stvari res ne poznam, kar s tem se ni zahvalil, da sem mal avto, ampak take stvari mi res niso tako znane. No. To nisem uporabljal še nikoli, takih hecnih zadevc. No. Ja, le, če boš rabo kdaj Ej, še kaj na pa svet, tako? kar napiš. Za Okej, recimo okej. it kam ali pa neki. Ne, Če bi si tega vzela. predstavljaš, da je tudi ko neka igračka, ki noben ne prepozna, kaj je. Pa se so tudi druge, ki ne Ja, prepoznajo. Kaj da imaš na V roki? resnici- gor skozi? Ne, ampak da če imaš v torbi, recimo A ja, v to. Dubaj, greš s tem, lahko pa ti ga ne vzamejo. ali kje Ja, že pred- sam je brezvezen. Zato, ne vem. Mislim, jaz iskreno, meni je zelo žal, jaz mu dam 1 od 10. Ni nič, brezvezen. O, moj bog. Ja, ne, res, ne bom, ne. Probala sem ga, nič ni V bilo. glavnem od nič ne res ne trese. Res ne trese. Pač sam tako hecanje, ampak niti za darilo ni dosti dobro. Okay. Koliko pa stane? Ja, ne vem, 1 ker evro. jaz si tako naročim tam od tvojih dobaviteljev. Ti tak, Tako da jaz sploh ne vem, kakšna je No, pol mogoče cena. za kakšne začetnike. Ne? Bi pa bil mogoče za kakšne Ja. dojenčke, ne vem. Ja. Zato vse so šele. Ne, Viš, to so viralni. pa za nobenega, ni, Ja, no. brez veze. je. Ja, res, ni. res, res. Pač gledaj, mogoče je komu, recimo, evo, če je nekomu vsak vibrator premočen, tako vsak mu je že na prvi stopni premočen, je to to. Je to, ja. Ta je res, ta je pa tako nežen, da barely there. Ja. Je pa cute, je. Sam, pač, lej, tega sem imela prej, ta je meni bolj cute. Pač tak žužek je in tapka, Aha, bravo. a ne? Tako da, če že, kaj bi mogla priporočiti. Okej. V glavnem, dobite ful enih stvari na Pitchpopu. Itak je Sara naredila cel kjer so najljubše, kjer so bile v podcastu, pač vse je porazdeljen po rubrikah, tako da je ful lažje najti, pa izbrati, ker res zbira res veliko in se včasih težko odločiti. Tako da jaz razumem, da ne poznaš teh stvari, to, ker jih je ogromno. Pač, če mi dve ne bi delali Ja, to- vseh to sem šopov, res. Saj tudi še ne bi mi ne vedela. vemo te stvari, ki probamo res- nas to res ne šokirati. vem, kdaj. ja, to res ne vem. True. Noč, zdaj smo pa pri Never Have I Ever. In to Če je si že igra. neki, Aha, Ja, okay. kar povej. pač to je drugač pivska igra, veš, kaj se v vseh teh ameriških filmih igrajo. Ja. In posod rečeš, never have I ever, nikoli nisem. Če pa si že, pa piješ, sami ne pijemo, Ja. dajmo prste dol. In pol pogledamo, kdo ima največ prstov dol, a nekaj pivska igra je point, da čim večkrat piješ, pa si pa tisti, ki je najbolj pijan, ti si najbolj Ja. pač bil. Kaj šteje pa samo eno roko? poreden. kaj? Pač, ko ti zmanjka na eni roki, greš na drugo. Aha. Ja. Se pravi, če sem, komu Daš prst dol, če Saj si mu že povedal, daš Aha. dol. Takole, Moram nikoli. skaj pojasnjevati, kaj se?
Ja, z veseljem slišimo pojasnilo. Jezus Kristus. Če pa nisem, pa ostanejo prsti. Tako. Aha. Evo, super, evo, razumeš. Ja, Nikoli nisem seksal na erotičnem sejmu. Če si seksal na erotičnem sejmu, daš prst dol. Ja, nisem, če sem delal skozi ta saj zdaj vidimo. Ja, Ker sem pisala to, sem upala, da bomo dobili kakšno spicy zgodbo. Jaz osebno ne. Ja, jaz osebno tudi ne. No, Sara je osebno sam skrt dobila ust. bravo, respekt. Never forget. Thanks, po nesreči. Odkire? Ja, od ta zadnja, tam po noč, ki je bila ta zadnja, ki sem še ena skrtala ob 3 po noč. V Ljubljani je bilo. Ne vem, ker sem glih nehala delati, veš. Jaz nisem nobenega videla, samo Una je bila Brita tam. ni Brdo? Je un Rosebud ven delala iz Riti skozi. Ne vem točno, kaj je delala, ampak vem, da sem skrtala na Sploh nisem pol. vedela, da se je dogajalo. Nisem bila tako blizu nikoli. Lepo. Okay. Joj, kako pogrešam ti sejme. No. Nikoli nisem seksal z nekom, ki je bil gost na mojem podcastu ali oddaji. Nisi! Čak. Ja, Monika je bila gostja na mojem podcastu. To ne šteje. Ja, kurac. Ma šteje. Ja, Ja, itak, da šteje. Oprosti. Šteje, bila je gostja, seksal si z njo. Oprosti. A ona je bila edina? Ja, zdaj ti ne rab povedati. Je rab. Nikoli nisem seksal več kot z eno osebo, ki je bila na mojem podcastu. Zaključili smo debato naprej. Okay. Nikoli nisem bil v nemonogamni zvezi. Kaj je To se pravi, da si bil z več ljudmi naenkrat v zvezi. Ne, to pa nisem delal. Ne? Nikoli nisem imel seks igračke v Riti. Kako si to povedal? Čakaj, nikoli, to pomeni... Če si jo imel, če daš sem jo prst imel- dol. Aha. Ja, vsi smo dali končno prst dol. Še pizda. Sam zdaj, ko me hemeroidi matrajo, veš, pa ne smem več, ne? Jaz isto. Na stara leta. A Pičko ti, mater. ti je bedno to? Bi Kaj? si šel jih od stran, samo zato, da bi lahko spet. Ne, ta hodonino. Ne? Ta hodonine. Ne še. Ja. Ne še, opa. Zdaj še ni to, kdo viš. Nič ta hodonina. Zakaj pa jaz, ko nisem stara, jaz imam tudi hemeroide? Ne, no vidiš. Ja, ko si rekel, da si do 25 na polno. A veliko na telefonu scrollaš, ko si na WC-ju. A to ima tudi veze? Če si full dog na WC-ju, A predvsem pa greš da kakat. sedi, aha. Kaj? Že sam, da sediš, pač že ta Ja. je slabo, je full za hemoroide slabo. Ja, jaz ful sedim. To je- Mislim, na splošno sedim Pa veliko. tukaj In na ne WC-ju moče. in ne na WC-ju. No, pač na WC-ju specifično vem, da je full slabo za Okej. hemoroide. Okay. Nikoli nisem uporabil pumpice za penis ali pa pumpice za vulvo. Ne, to pa nisem. Da ni nikoli firbec matral. Ne. Hm. Veš kaj, to mi je Tudi tako za bilo- ženske nekaj, pol Ne, to napihne. ne, to pa res ne. Veš kaj, te z igračkami sem zgleda slab. Ne, to pa ne. No, le, se ima še veliko življenja pred sabo, da to Okej. eksperimentiraš. Držim te prste, le kurva, kot nek dojenček. Prav izenačeni smo, Se- samo Sara so dale zdaj prst dol. Okay. Nikoli nisem plačal za seks. Če sem plačal, dam prst dol. Ja. Kurva, da bi prav plačal. Da bi prav plačal. Ja. Si dal kakšni baby pol denar, kaj je šla. Pa ne, ali pa šel v prostitutki, ne vem pa kaj. To, Ja, ja, pa to. nekaj, Ja, pazi, to bi si po mojem spomnil prej. nekaj dela smo, tudi s predstavnikom, delali oddaje. To, pa vem, da sem nekaj časa sam nisem plačal. Ker sem bil simpatičen. Ne, pazi, ne, flex. ostani na tem, ne, ostani na tem. Okay. Prosim, ja. To se pravi, ni mu bilo treba plačati. Ni tako. to plačati. Edini. Ja. Kako sem vesela. So pa že meni plačevali. Opa, Tep so plačevali ženske za seks. ženska je avto kupila. Ženska ti je avto kupila? Sam hlače sem uspel, pa mi je avto kupila. Kjera? Pred leti. Kjera? Da bo ne povedal, kjera. Ampak ja. Kaj? A Ja. imaš še zmer ta avto? Ja, ne, nimam več tega avta. Ti si bil Hyundai, Coupe. Saj, ti si prav dobil od DM sporočila, paš bebe, da bi seksale s tabo in da ti plačajo. In ti si bil Ne, tako, jaz sem z njo, mislim, z njo sem bil na vezi, pol je pa hotela nekaj od mene, pa sem imel doma denar. Pa sem pa dal predlog, pa je bilo za. Pizdo, če bi jaz to vedela, bi Sem enkrat jaz to naredila profesionalc, prej pazi, včasih. res profesionalc, se moraš vedeti. Ne. A je rekla, bilo je vredno. Veš, da je bilo. Sam sem se hlače odpel, nič druga. Kako to misliš? Tako sem rekel. Kaj, ti si sam tam bil? Dober, jaz sem Kaj sem gledala ga je? Ali... Ne, ga je vzela usta, ampak to je naredila ona, nisem jaz nič delal. Ona je sam to hotla. Tako, Za avto. za avto, prisežem. In prosti. Vi ste vsi nekaj dobili že, ti si škorne dobila. Sem jaz nisem seksala. A ja, se ona je res. Jaz dobila nisem lepe oči nič škorne, rabila. Ja, Ja, Ok, prav, pa noč. okay. meni jih je sam poslal. Ja. Ja. Okay. Sprav tu ostanemo na 3, ker je bilo kontra vprašanje. Okay. Se boš zgubil zdaj. Bom, ja. Nikoli se nisem zaračil z Moniko.
In isto je dal prst dol, videl pa ne. Kakšno presenečenje. Sem šla na zihar to. Okay. To je to je konc igre. Ti si zdaj izgubil zvezati v lisicah. A si bil kdaj v lisicah? Če boš pa zdaj rekel ne, pa... Ne, jaz sem dal v lisice. Nisi pa bil nikoli. Piste, da bi jaz bil v lisice? Ne, ko bi že ne. Pa bi dovolila, Monika, da te damo v lisice? To pa mogo bi vprašati, ne? Kako bomo pa zdaj vedeli? Ali boš prošel za oproščenje? Ali... Kaj pa bomo delali? Edini in na nič. V zapor greš. Za en teden. Za en teden? Ja. Kaj pa tam lahko delam tam? Ja, tam si z vsemi najnimi gledalci, ki tudi dobijo dol 3 prste ali več, ker so potem s tabo v zaporu. Sem si glufala, ne? Jaz? Ja. Ne, to je tako lih naključno prišlo. Okay. No, pa kaj, to takle me pole. Ja, ti daš tako roke, Lucija te bo pa zvezala. Ja. Le, edini, ki ga do zdaj nismo smeli zvezati, je bil vodep, ne? Ja, seveda ne. Medtem pa lahko poveš, ki te lahko ljudje najdejo, promoviraš kaj, ki bi rad spromoviral, karkoli. Pa nimam kaj več. Po moje nimam kaj. Podcast pa je tudi tako, že poznate vsi. Če poznate naju, poznate Zihar tudi isto. Po moje nimam kaj to reči. To imam zdaj zavedno. Tako. Ja. Zdaj si uklenjen. Cel let. Ne, cel teden. Sam do naslednjega ponedeljka. Ne bom rekel nič, kje mene najdejo. Rekel pa še enkrat to, kar sem vam prej povedal. Sicer še en podcast ne obstoja ženskami. Ampak vidve sta bolj solo playerke, ne? One imajo močno podporo radia, ne? Tistega. In sem zelo vesel, tako sem rekel, zelo sem vesel, da sta na tej poti, še enkrat poudarjam, in da sta ženski. Ne? To me veseli, ne? Ker mnogo let nazaj, sicer so že imele, Kassandra, Porno zvezda, imela eno erotično oddajo po televiziji pred leti, ampak takle se pa ni ravno veliko govorilo. In sem res vesel. No. Če se zdaj sem se malo distanciral, malo umaknil, čeprav sem tudi par taki gosti, tudi jaz. Ampak sem vesel, da se to nadaljuje. In gledajte, da ne razočarate. Ne? Res, da niste zdaj taki porno, hardcore sceni, ki sem bil jaz. Ja, drugačna erotika. Ampak razbijate tabuje, to je pomembno. Razbijate tabuje in nadaljujete to. Ne umagati, ne obupati. Ne? Je pa nekaj res, kar me pa zdaj še zanima ob koncu, če smem. No? Sam, če bom jaz v svoj podcast povabil, to moramo narediti, to zgodbo moramo narediti. To pa že zdaj vprašam, če imate kaj težav, ko delate to? Kaj čudno gledajo, ne vem, da ne bi zdaj mogla nekaj drugega dela zaradi tega, ker tukaj v seksu švekaš. Dobar, ti si že dolgo časa v tem, ko si bila tem razne te promocije, pa na sejmih si bila, ampak imaš težave zaradi tega, da bi kaj drugega lahko počela, pa ti reče, vi pa niste vi pa imate ta seks, to pa kar tega se držite. Do zdaj nikoli ne da bi vedela. Ja. Sigurno je kdaj kje dobil, pa da so se pogovarjali, pa je dorekel, ne, ona ne more zaradi tega, ampak nikoli pa nisem jaz dobila tega občutka, ali pa mi ni bilo rečeno. Ja, pa si kaj druga sploh hotela delati? Sej to sem podobila. Naslednja stvar, ki sem hotela reči, da niti nisem iskala nekih takih priložnosti, ker jaz sem zdaj res... Le, ampak snemaš videe za ful enih podjetij, ki se ne identificirajo s seksom, kar pomeni, da nisi zaznamovana. Jaz sem dejansko, ko sem začela, ko sem dala odpoved, pa to, jaz sem si mislila, glej, pač jaz moram res vse moje jajca položiti v košaro, pač kar je seksom, ker pač z mano ne bo nobeno podjetje hotelo sodelovati, ker pač to kot tem govorim in se jim bo sigurno, jim ne bo kul. Pa, ne vem, recimo, imam redno sodelovanje z dr. Gorkič, ker mi je vrhunsko, ker je ful dobro podjetje, ki imajo res dobre izdelke in ne vem, zdaj glih ta mesec govorimo o PCOS, ker sem se jaz ful naučila zaradi tega, ker pač zaradi njih, veš, in fulenih punce je javil, ki imajo težave s tem in mi je tako dober, ker odpiram še kakšne teme, ki so s tem povezane, ampak niso direktno, ne? In ja, dejansko, zato nimam res tako občutka, da bi me kje uviralo. Super. Se ne, da bi vedela, tako da... Ne, jaz mislim, da ste moški bolj tle pač problem v smislu tega, da vas drugač gledamo. Mi smo pač cute, simpatične punce in jaz lahko grem zdaj delati, kamor hočem. Vrtec. Ja. Bravo. Ne? Mislim, da ja. Okay. Jaz nisem nikoli začutila, da bi me kdorkoli karkoli. Sem zelo vesel, da je tako. Okay. Jaz sem pa ful vesela, da si prišel. Jaz bom to, lahko povem to. Ja. Jaz bom to zdaj povedala. Videla sva tako res imele predsodke do tebe in sem vesela, da sva te spoznala še v tej luči in bom rekla, da sva te obsojale iz napačnih, ni upravičeno bilo. Nisva razumeli tvoje erotike, pa tvojega humorja, po mojem, nisva razumeli. Jaz nisem razumela. Fuck.
Ampak, viš, ne, se je za zamisliti, ne, da mnogi, recimo, ne, se te bojijo, ker te narobe poštekajo. Ne? Pa se to se mi dostakrat zgodi, ne, da ko te nekdo spozna, pizda pa ti pa. Kurba, kva, si zelo zvedel, kva. Ja, če si pa kasen, ja, tak fukem, pa tak si to. Ja, kaj pa druge stvari, ko sem delal, ja, to pa nisem gledal. Aha, ja, pizda, pa se pa jebim. Tako da, ja, no fajn, lej, sem vesel. Ja, jaz tudi, zaradi tega, ker... Ja, jaz sem kar mislila, da ne vem, kako bi se s tabo pogovarjala. En pogovor smo imela za bordel. Ja, na sejmu, ja. Na sejmu smo imeli. Takrat sem nekaj čuden govoril. Ne. No. Ampak jaz sem imela takrat vseeno, viš, neko to distanco do tebe in mi je bilo tako. Ampak, ja, res prav dobro mi je bilo danes s tabo, tako da hvala ti. Hvala vama in sem vesel, da sem prišel, ne. Čeprav v soboto zjutraj. Ampak tako sem rekel, upam, da nismo bili preresni, ne. To Ne, upam, po mojem nismo bili. ker verjetno so ljudje pričakovali od mene neko klovnovstvo, neke ekstreme, tako tisti dildo uriti, ampak smo jih morda ravno pa s tem presenetili, da smo se pa pogovarjali kar dosti pametne stvari, ker smo zdaj pa že malo tudi odrasli, malo bolj. Ne, ful sem vesela, da si ti tudi se odločil odgovarjati. Vprašanja takšna, ne, se niso bila za vprašanja šaljive narave. Pa ja, ampak lahko bi vedno vse zapeljal. To je pa res. Kakor bi hotel, ampak sem ful vesela, da si pokazal še to, pač prav neko ranljivost se mi zdi. Ko sem zaljubljen, veš. Dej sem še nekaj nam povej. Kad ti imaš ta očala, so to sončna ali so korekcijska, ki se zameglijo? -3, dioptrija. Okay. Zdaj recimo ful slabo vidim. In ker so zraven še zatemnjena, sem cool. Ja, vidiš, jaz sem pa mislila, da jih nosiš sem zato, da si cool. Ne. Jih nosim, da sem cool, ampak dejansko z njimi vidim. Ne? Okay. -3 imam dioptrijo, brez njih sem slep. Cool. Ja. Prav, okay. Zadnje vprašanje to. In ja, hvala, no, ker ste tukaj časa čakali na tole epizodo in srečno, se vidimo naslednji teden. Ciao.